Južna Amerika niso samo deževni gozdovi in ruševine. Tam postane geografija res nenavadna. Mesta čez noč zacvetijo in propadejo. Za seboj pustijo mesta duhov in prazne regije, ki jih zapirajo meje, teren in politika. Reke obrnejo tok, puščave zacvetijo in izginejo. In to je šele začetek. Številka 50. Amazonsko porečje pokriva 9 različnih držav in 2 vejca 7 milijona kvadratnih milj. Toda ni vedno tekel proti vzhodu. Nekoč se je izlival v Tihi ocean, ko so iz njega pile dinozauri. Nato so se oblikovale Andi in reka je obrnila tok. Toda džungla ni edina stvar v Južni Ameriki, ki ti bo vzela sapo. Številka 49. Slišal si za Machu Picchu, vendar skoraj nihče ne teče na njegovih skoraj 2400 metrih nadmorske višine. Od leta 1996 se maraton po Inkovi poti začne v dolinah Salkantaja, mimo ruševin Jaktapata in konča pri ruševinah. Rekord je 3 ure in 23 minut. Večina tekačev potrebuje 5 do 6 ur. Tek v hrib je brutalen. Živeti v enem stoletja dolgo je nekaj povsem drugega. Številka 48. Če iščete kraj, kjer se je rodilo sodobno svetovno gospodarstvo, verjetno ne bi pričakovali gore v Boliviji. Toda Cerro Rico, bogata gora, je bila tako dragocena, da je bil Potosi na svojem vrhuncu v zgodnjih 1600-ih večji od Londona. Tudi danes tam še vedno dela 10 000 rudarjev, vendar se vrh gore začenja sesedati. Nekatere pokrajine so izkopane zaradi tega, kar je v njih. Druge postanejo slavne zaradi tega, kar raste na površju. Številka 47. Kanal Cristales izgleda biblijsko. Cela reka, ki postane rdeča, rumena, zelena, modra in črna. Barv izvirajo iz rastline imenovane Macarania clavigera, ki cveti in prevzame reko v določenih obdobjih leta. Zdaj pa pojdimo nekam, kjer je videti, kot da spada na drug planet, le da je višje. Številka 46. Od 10 najvišje ležečih mest na svetu so 4 v Južni Ameriki, a najvišje veliko mesto med vsemi je La Paz, ki leži skoraj 12 700 čevljev visoko. Kako visoko je to pravzaprav? Višje kot gora Fuji in nekako tam živi 2 300 000 ljudi. In če La Paz dokazuje, da lahko ljudje živijo kjerkoli, bi se rada oglasila Pacifiška obala Kolumbije. Številka 45. Na pacifiški obali Kolumbije živi le 2% prebivalstva. Razlog pa je preprost. Utaplja se. Nekatera območja prejmejo 315 palcev dežja na leto. Slabo za pridelke, odlično za komarje in bolezni. Če dodamo še pomanjkanje naravnih pristanišč, je to obala, na kateri je skoraj nemogoče graditi ali trgovati prek nje. V Južni Ameriki pa še vedno obstajajo kraji, kjer se zgodovina nikoli ni zares končala. Številka 44. Tudi najbolj suha mesta na svetu imajo trenutke, ko znova oživijo. Ko puščava Atakama končno dobi dež, tla dobesedno oživijo. Skrita semena se razcvetijo v hitro cvetoča travišča in divje rože, ki trajajo le nekaj tednov, preden spet izginejo. A to se večinoma dogaja na višjih nadmorskih višinah. Spodaj, v nižinah, ostaja Atakama izjemno suha. Toda medtem, ko Atakama zaživi za nekaj tednov in nato spet izgine, so globlje v Južni Ameriki cela ljudstva ostala skrita stoletja. Številka 43. Ko gre za ljudstva iz kamene dobe, brez stika z zunanjim svetom, Južna Amerika zlahka zmaga. Njena ogromna notranjost je tako odmaknjena, da tam živi vsaj 124 skupin brez stika z zunanjim svetom. In to so samo tiste, za katere vemo. Približno 95% vseh ljudstev brez stika z zunanjim svetom na svetu živi tukaj. Zato države kot je Peru postavljajo opozorilne znake. To je v dobro vseh. Lahko je smrtonosno tako za njih, kot za vas. Zdaj pa se spustimo na kraj, ki je tako suh, kot da bi svet pritisnil gumb za dehidracijo. Številka 42. Sahara ni najbolj suha puščava na svetu, pa tudi Antarktika ne. To je Atakama v Čilu. Ni čudno, saj je sreča, če pade 0,02 palca padavin na leto. Nekateri deli puščave niso prejeli niti kaplje dežja že vsaj 500 let. Številka 41.
Na 16.700 čevljev nadmorske višine je La Rinconada v Peruju najvišje stalno naselje na Zemlji, kjer živi približno 12.500 ljudi. Nima kanalizacije, prisotno je onesnaženje z živim srebrom in toliko kriminala, da so mu nadeli vzdevek brezpravno mesto Peruja. Toda ljudje ostajajo zaradi enega razloga – zlata. Od zlata v gorah do bakra v puščavi. Ljudje vedno iščejo tisto, kar je zakopano pod zemljo. Številka 40. Atacama ni popolnoma prazna, leži na bakru. In leta 1915 je Čile odprl Chuquicamato, največji površinski rudnik bakra na svetu. Zgradili so mesto za 25.000 ljudi, dokler onesnaženje v 2000 letih ni postalo tako hudo, da so vse preselili v Calamo. Ulice so še vedno tam, zapuščene hiše, prah in kip Pinokija na opuščenem igrišču. Zdaj vso to energijo zapuščenih sanj prenesi globoko v džunglo. Številka 39. Fordlandia je bilo naselje podjetja Henryja Forda v Amazoniji, zgrajeno za proizvodnjo gume, potrebne za njegove avtomobile, s plavalnim bazenom, igriščem za golf, teniškimi igrišči in kinodvorano. Toda življenje tukaj je bilo strogo. Brez alkohola, brez tobaka, in upravniki so hodili od hiše do hiše, da bi uveljavljali pravila. Delavci so leta 1930 uprizorili upor. Danes je tole vas s 3000 prebivalci. In ko ljudje izginejo, se naseli nekaj drugega. In to nikoli ni tisto, kar pričakuješ. Številka 38. Ker je tukaj tako malo ljudi, je Amazonija polna življenja, ki ga še nismo dokumentirali. Na odpravi WWF od leta 2014 do 2015 so raziskovalci vsak drugi dan odkrili novo vrsto, vključno s stotinami rastlin, rib, dvoživk in plazivcev. Toda ta odmaknjenost pomeni, da je nekaj divjih živali ogroženih. In če so ti všeč takšni poglobljeni geografski vpogledi, se naroči na kanal. Ta kontinent ima dovolj nenavadne geografije za celo življenje. Številka 37. Južna Amerika ima delfina, ki ga ne boste našli nikjer drugje. Amazonski rečni delfin, znan po svoji rožnati koži. Živi v odročnih vodnih poteh, vendar je še vedno ogrožen, saj mu grozijo jezovi, onesnaževanje in ubijanje za vabo. Morda živi daleč od ljudi, vendar ni varen pred tem, kar ljudje počnejo. To nas pripelje do kraja, kjer so poskusili nekaj, česar ni storila še nobena država. Številka 36. Leta 2008 je Ekvador postal prva država, ki je naravi priznala ustavne pravice. In to ni simbolično. Leta 2021 je ustavno sodišče blokiralo rudarjenje v zaščitenem gozdu Los Cedros in odločilo, da ima pravico obstajati in uspevati. In to se ne ustavi samo pri gozdovih. Tudi mangrove imajo zakonsko zaščito pred ljudmi. A to morda ni najbolj nenavaden zakon v Južni Ameriki. Številka 35. Montevideo ima skoraj 1.800.000 prebivalcev, solnice pa so praktično prepovedane. Mesto je prepovedalo začimbe na mizah, vključno s kečapom in majonezo. Ker tam živi približno tretjina prebivalcev Urugvaja in se 40% ljudi spopada z visokim krvnim tlakom, ne tvegajo. A narava ne sprejema zakonov. Preprosto vse izžene. Številka 34. Maja. 2008 so v Čilu v paniki evakuirali Chaitén. Nato je izbruhnil vulkan. Prvič po 9000 letih. Strupen pepel je pokopal mesto, nato pa je poplava dokončala delo. Voda se je umaknila, a ljudje se niso nikoli vrnili. Zato so morali zgraditi nov Chaitén povsem na novo. In če Chaitén dokazuje, da lahko Južna Amerika čez noč izbriše mesto, ima Bolivija cesto, ki poskuša narediti isto stvar. Avto za avtom. Številka 33. Cesta Yungas je 40 milj dolga pot od La Paza do Amazonije. Domačini jo imenujejo drugače. Cesta smrti. En samovinek te lahko spusti za 600 metrov. Na cesti je 200 ostrih ovinkov brez varnostnih ograj. Če dodaš še malo gorske megle, lahko vidiš, zakaj je bilo na tej cesti vsako leto ubitih na stotine ljudi. In po takšni katastrofi se ti še hitra hrana zdi slaba ideja. Številka 32. McDonald's je v Bolivijo prišel šele leta 1997, pa še to ni šlo dobro. Bolivijci so imeli raje svojo tradicionalno hrano. Tudi lokalna vlada ni bila pripravljena sodelovati. Zato je McDonald's leta 2002 odšel in se od takrat ni več vrnil.
Bolivija je edina država na celini brez McDonald'sa. In zdaj ime, za katerega ste zagotovo že slišali, a ga verjetno nikoli niste postavili pod vprašaj. Številka 31. Leta 1499 je raziskovalec Amerigo Vespucci potoval skozi Južno Ameriko in videl nekaj presenetljivega. Vasi zgrajene na kolih, prav takšne kot v Benetkah. Zato je kraj poimenoval Vina Zola, male Benetke. Ime se je prijelo in sčasoma postalo Venezuela. In če mislite, da je bila ta zgodba nenavadna, počakajte, da slišite, kaj se skriva pod reko. Številka 30. Pod zemljo se skriva druga Amazonka, reka Hamza. 3700 milj dolg tok, odkrit leta 2011. Teče skoraj 1,2 milje globoko, nato pa se razširi vodoravno, celo širše kot Amazonka, le da je počasnejša in tanjša. Do zdaj imamo reko, ki je spremenila smer, skrito pleme, ki te lahko ubije, mavrično reko, ki izgleda neresnično, in mesto skoraj na robu neba. In nekako se Južna Amerika šele ogreva. Številka 29. V Sahari je kruto živeti, vendar je življenjska žila za Amazonijo. Vsako leto 27,7 milijona ton saharskega prahu prileti čez in odloži s fosforjem bogato gnojilo, ki ohranja deževni gozd pri življenju. Nekatera tla so tako rodovitna, da imajo svoje ime. Amazonska črna tla. In nihče ni prepričan, ali jih je ustvarila narava ali pa staroselci. In če se vam zdi neverjetno, da Amazonija odvisna od prahu, ki prileti z druge celine, gre Argentina še dlje. Številka 28. Največje fosile dinozavrov, kar so jih kdaj našli, so odkrili v Argentini. Patagotitan majorum. Bil je dolg 30 metrov in tehtal 70 ton. Paleontologi so ga poimenovali Maximo in čeprav so ga našli blizu La Fleša, ga boste morali videti v Field Museum v Chicagu. Toda nenavadnost ni le prazgodovinska. Včasih jo ljudje izrečejo na glas. Številka 27. Mislili bi, da se lahko povsod po Južni Ameriki sporazumevate v španščini ali portugalščini. Napačno. Gvajana je edina država, kjer je uradni jezik angleščina, zahvaljujoč britanskemu nadzoru leta 1814. Tajna sprememba je prinesla valove ljudi iz Indije, Afrike, Kitajske, Evrope in domorodnih skupnosti ter spremenila Gvajano v eno najbolj raznolikih držav na kontinentu. Zdaj pa na kraj, kjer sosedje nikoli ne trkajo. Številka 26. Kaj je najredkejša stvar v Paragvaju? Diamanti? Zlato? Poskusite z zvonci na vratih. Tudi po zimi je okoli 17 stopinj Celzija. Poleti pa temperature dosežejo približno 28 stopinj Celzija. Zato imajo ljudje okna odprta. Namesto da bi pozvonili, preprosto ploskate z rokami zunaj in to je vaš zvonec na vratih. Pogovorimo se zdaj o takšni vrsti bogastva, ki ne spremeni le mesta, ampak spremeni zgodovino. Številka 25. Od leta 2014 ima La Paz desetlinijski sistem žičnic, ki vsak dan prepelje 100.000 ljudi vse do El Alta. Je ekstremno, a še vedno boljše kot prometna konica. Skoraj 4000 metrov visoko v Andih. Prepeljati ljudi čez nemogoč teren je en izziv, izkopati bogastvo iz njega je nekaj drugega. Številka 24. Kolumbija je svetovni kralj smaragdov. Samo departma Boyacá proizvede približno 55% svetovnega trga. Leta 2025 je prodaja smaragdov dosegla okoli 150 milijonov dolarjev. Cenjeni so zaradi svoje žive barve in čistosti, zahvaljujoč redki črmi skrilavčni formaciji. Toda rudarski razcvet je onesnažil reke z odpadki in zdaj mora Kolumbija ugotoviti, kako izkopavati zaklade, ne da bi uničila vse okoli sebe. Toda najbolj nenavadna geografija Južne Amerike ni pod zemljo, narisana je na zemljevidu. Številka 23. V Južni Ameriki vsaka država meji na Brazilijo, razen Čila in Ekvadorja. Tako se Brazilija dotika 10 različnih držav. Samo Rusija in Kitajska imata več kopenskih sosedov, vsaka 14, kar pomeni, da je Brazilija v bistvu prijazen sosed skoraj vseh. Tukaj je ena podrobnost, ki popolnoma zmede tvoj občutek za smer. Številka 22. Južna Amerika si je svoje ime res zaslužila. Čilski otoki Diego Ramirez so bolj južno kot kjerkoli drugje na Zemlji, razen na Antarktiki. A celina se komaj da razteza proti zahodu. Ohio je bolj zahodno kot večina Južne Amerike.
Najbolj zahodna točka se ujema z mesti, kot sta Aurora in Kent. Tako se majhen del Južne Amerike dejansko prekriva z zemljepisno dolžino Ohaja. Zdaj se še bolj oddaljite, ker ena gorska veriga očitno noče slediti eni sami črti. Številka 21. Kako daleč segajo Andi? Rajski otoki, kot so Aruba, Bonaire in Curaçao, so pravzaprav gorski vrhovi, ostanki Andov, ki se skrivajo pod vodo. In tu se ne konča. Tudi razgibani otoki ob Patagoniji so del Andov. Torej, če mislite, da so Andi ogromni, so še večji, kot si predstavljate. Potem je tu še reka, ki se preprosto noče pustiti ukrotiti. Številka 20. Želite res nenavadno dejstvo o Amazonki? Nad njenim glavnim tokom ni niti enega mostu. V deževni sezoni se reka lahko dvigne za 15 metrov in razširi do 50 km v širino. Bregovi se tako zelo premikajo, da je gradnja mostu praktično enako, kot bi beton sidral v živi pesek. In to še ni edini način, kako se reka upira infrastrukturi. Amazonka se upira inženirstvu, a tudi politika tukaj spodaj je lahko prav tako zapletena. Številka 19. V večini južnoameriških držav v prestolnici živi velik del prebivalstva. Toda Brazilija je velika izjema. Brazilija ima približno 3 milijone prebivalcev, vendar je to le 1,4% Brazilije, ker je Portugalska dovolila, da je ena velika kolonija zrasla v več močnih mest, namesto v eno glavno središče. Medtem je Španija upravljala svoje kolonije prek ločenih centrov moči. Tako je v mnogih nekdanjih španskih državah ena prestolnica požrla večino prebivalstva. Zdaj pa ena od tistih tradicij, ki zveni kot potegavščina, dokler ne ugotoviš, da je resnična. Številka 18. Predsednik Argentine ima zelo nenavadno stransko službo. Po zakonu lahko aktualni predsednik postane boter 7. otroka v katerikoli družini, če ga za to prosijo. Ta zakon velja že od leta 1974, vendar nekateri menijo, da izvira iz tradicije, po kateri naj bi 7. otrok postal volkodlak, imenovan Lobison. Če se vam ta zakon zdi starodaven, počakajte, da vidite, kaj za sabo pusti izumrla industrija. Številka 17. Atacama skriva mesto duhov, ki je na UNESCO-vem seznamu. Obrat za pridobivanje solitra Humberstone in Santa Laura sta nastala v poznem 19. stoletju, samo v Humberstoneu pa je živelo 3700 ljudi. Nato je solitrov boom zamrl. Podjetje je zaprlo svoja vrata in mesto je bilo zapuščeno. Danes lahko še vedno hodite skozi njegovo cerkev in gledališče, zamrznjena v času sredi puščave. Naslednja je lokacija, kjer nebo samo ne neha prirajati predstave. Številka 16. Običajno bi zamudili udar strele, če bi pomežiknili, a tukaj ne. Ob reki Catatumbo v Venezueli, kjer se izliva v jezero Maracaibo, lahko nebo vsako leto sproži okoli 1,2 milijona strel, ki so vidni tudi 400 km daleč. In ker gore obdajajo nevihto s 3 strani, lahko divja tudi do 10 ur, več kot 140 do 160 noči na leto in strela udarja znova in znova. Po tem kaosu sledi preobrat, ki ga v Braziliji nikoli ne bi pričakovali. Številka 15. Verjeli ali ne, v Braziliji je več govorcev okinavskega jezika kot na Japonskem. V četrti Liberdade v São Paulo je japonska imigracija eksplodirala. 250 000 prihodov v 20. stoletju, danes pa ima 2 milijona Brazilcev japonske korenine. Za Okinavce je bila Brazilija kraj, kjer so lahko svobodno govorili svoj jezik, za kar bi jih doma lahko kaznovali. Tako je okinavski jezik na Japonskem ogrožen, v Braziliji pa je dobil drugo življenje. Vrnimo se nazaj v gore, kjer se zaplete že pri besedi prestolnica. Številka 14. La Paz vodi Bolivijo, vendar ni uradna prestolnica. To je Sucre, ki leži na nekaj več kot 2770 metrih nadmorske višine. V 19. stoletju se je bolivijsko gospodarstvo preusmerilo iz srebra na kositer, državljanska vojna pa je razdelila državo. Kositer je podpiral liberalce v La Pazu, srebro pa konzervativce v Sucreju. La Paz je prevzel oblast, Sucre pa je obdržal naziv. Tako je še vedno glavno mesto in dom najvišjega sodišča v Boliviji. Ko preživiš politiko na višini, te čaka vraževerje, povezano s testeninami. Številka 13. V Argentini lahko 29. v mesecu pomeni samo eno stvar. Njoki za večerjo. Več kot 25 milijonov Argentincev, približno 60% države, ima italijanske korenine.
Italijanski priseljenci so prinesli to tradicijo, nekateri pa celo zataknejo denar pod krožnik za srečo. Torej, če ne marate njokov, obiščite Argentino februarja. Z 29. se boste srečali manjkrat A. Ne ostane vsaka tradicija zato, ker je življenje dobro. Včasih je razlog ta, da je življenje težko. 12. točka. Večina velikih civilizacij se je oblikovala ob velikih rečnih sistemih. In tudi danes rečne delte naseljuje 2 vejica 6-krat več ljudi kot druge obale. A Amazonka je izjema. Letno prejme od 150 do 300 cm dežja in toliko vode izpira hranila iz zemlje. Zato se kmetijstvo hitro sesuje. In brez zanesljivih pridelkov ne nastanejo gosto poseljena mesta ali civilizacijska središča, kot jih najdemo ob drugih rekah. Ta neizprosnost pa vodi do nečesa večjega od samega deževnega gozda. Številka 11. Vsi smo že slišali, da je Amazonija ogljični ponor, ki vsako leto absorbira do 2 milijardi ton ogljikovega dioksida, a morda to ne drži več. A tukaj je del, ki ga ljudje pozabljajo. Amazonija ne shranjuje le ogljika, ampak pomaga ustvarjati zrak, ki ga dihaš. Nekatere ocene jo povezujejo s približno 20% svetovnega kisika. Če bo torej propadala, bi lahko bili učinki resni. Prešli smo od orjaških dinozavrov do angleško govorečega posebneža, do države, kjer zvonci na vratih ne obstajajo, do gore, ki je v bistvu tiskala denar za imperije. In še vedno nismo niti blizu najbolj nenavadnim delom. Številka 10. Civilizacija je temeljila na soli. Sol je preprečevala, da bi vas hrana ubila, in vaš možgan jo še vedno potrebuje za delovanje. In Bolivija je ima veliko. Salar de Uyuni, 4000 kvadratnih milj velika slana planota, ki je bila nekoč ogromno jezero. Ko dežuje, tanka plast vode spremeni to območje v največje ogledalo na svetu. 2 nebesi, neskončen horizont in tvoj ocev, ki lebdi sredi ničesar. In če bolivijske slane planote naredijo svet, kot da je obrnjen na glavo, te Argentina hitro postavi nazaj v realnost. Številka 9. Če imaš rad visoke kraje, ima Južna Amerika največji adut. Aconcagua, najvišja gora na kontinentu. Visoka je okoli 6960 metrov, druga najvišja med 7 vrhovi, a plezalci jo imenujejo najlažjo, ker vodi do vrha pohodniška pot. Ampak ne pozabi, lahko ne pomeni, da je tam dovolj kisika. Zdaj pa še eno dejstvo o meji, ki zveni neresnično, dokler ne pogledaš na globus. Številka 8. Najdaljša kopenska meja Francije ni s Španijo ali Nemčijo. Je z Brazilijo. Francoska Gvajana ima 725 km dolgo mejo z brazilskim zvezdnim državnim Amapá. Zakaj? Zato, ker francoska Gvajana nikoli ni postala neodvisna. Francija je prišla tja v 17. stoletju in preprosto ostala. Meja je bila določena s pogodbo iz Utrehta leta 1713 in se od takrat skoraj ni spremenila. In medtem ko spreminjam pričakovanja, naj razbijem še eno predstavo o plažah. Številka 7. Če pričakujete poletne plaže, Patagonija ni pravi kraj za iskanje. Bučni vetrovi 40 in Falklandski tok ohranjajo dele argentinske obale pri temperaturah med 14 in 18 stopinjami Celzija. Popolno za plavalce v mrzli vodi, obupno za vse ostale. Če si potem še vedno želite pustolovščine, ima deževni gozd ravno pravo stvar za vas. Številka 6. V Amazoniji so avtoceste, vendar jih okolje ne obravnava kot običajne ceste. Brazilska cesta BR 319, 885 km dolga pot, znana tudi kot Cesta duhov, ki povezuje Manaus s Portovelom, je bila zgrajena, da bi presekala deževni gozd. Toda stalni dež, poplave in nestabilna tla so jo uničili hitreje, kot so jo lahko vzdrževali. Zdaj najpogostejši prizor niso divje živali. To so obstali konvoji in zapuščeni tovornjaki. Toda BR 319 je le ena brazgotina v Amazoniji. Če pogledate širše, boste videli, kako globoko sega. Številka 5. Od zgoraj je videti, da je Amazonija prepredena s cestami, do 2 milijona milj, od katerih je veliko nezakonitih poti za rudarjenje in sečnjo. Največja je Transamazonska avtocesta v Braziliji, skoraj 2500 milj dolg projekt namenjen boju proti revščini, vendar milijoni naseljencev nikoli niso prišli. Večina ceste je še vedno neasfaltirana in v amazonskem dežju se spremeni v pravo zmešnjavo.
Zato jo domačini imenujejo cesta, ki ničesar ne povezuje in ne vodi nikamor. In ko ceste odpovejo, ljudje poiščejo rešitve na krajih, kjer jih najmanj pričakuješ. Številka 4. Verjetno ni na tvojem seznamu želja za potovanja, ampak brazilski zapori imajo nenavadno ugodnost. S kolesom do svobode. V Santa Riti do Supicaj zaporniki poganjajo sobna kolesa, priključena na avtomobilske akumulatorje, ki se polnijo in pomagajo napajati ulične svetilke. In za vsake 3 8-urne izmene dobijo en dan manj kazni. Torej je vsak dan dan za noge. Zdaj pa opomnik, da Brazilija ne le inovira, ampak tudi voli. Na 3. mestu, leta 2010, je São Paulo izvolil Francisca Everarda Oliveiro Silvo, klovna z geslom "Ne more biti slabše". In dobil je 1,3 milijona glasov. Ko je leta 2017 zapustil kongres, je rekel, da pravi vic ni bil on. To so bili politiki, ki se sploh niso pojavili. A najbolj nenavadna partnerstva na tej celini niso politična, so pod vodo. Drugič, v laguni v Braziliji delfini ne lovijo le sami, sodelujejo z ribiči. Ribe ženejo proti obali, signalizirajo pravi trenutek za met mreže in obe strani jedo. Ribe pa so edine poraženke. To se dogaja že 150 let. Nekateri domačini pa lahko prepoznajo posamezne delfine že po videzu ali celo po njihovem dihanju. A to še ni najbolj nenavadno. Nenavadno je to, da so ljudje nekoč mislili, da so našli velikane. In končno številka 1. Ko je Ferdinand Magellan leta 1520 prispel na jug Južne Amerike, je njegova posadka prisegala, da so našli velikane. En moški je bil tako visok, da so mu segli le do pasu. Od tam izvira ime Patagonija, Patagones, kar pomeni velika stopala. V resnici pa so se imenovali Tehuelche. Niso bili mitski velikani, le nenavadno visoki za tisti čas. In še danes so tukaj, saj jih je bilo po argentinskem popisu leta 2022 preštetih okoli 41 000. In če so bili velikani Patagonije strašljivi zaradi svoje višine, ima Bolivija cesto, ki je strašljiva, ker je vseeno, kako visok si. Ubila te bo v vsakem primeru. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku. Paket, ki odhaja iz Tokija in paket, ki odhaja iz New Yorka, lahko prispeta na vaš prag ob istem času, ker sta se oba ustavila v Anchorageu. Mesto, za katerega večina ljudi misli, da je oddaljeno, zamrznjeno in daleč od vsega, je v resnici prav v središču dogajanja. Če pogledate širše, je Anchorage ravno med dvema največjima gospodarskima območjema na Zemlji. In to je šele začetek. To mesto tiho presega vsa pričakovanja in ima vpliv, ki mu ga ne morejo slediti niti mesta 10-krat večja od njega. Kako lahko kraj, ki je videti tako odmaknjen, postane tako vpliven? Za začetek je Anchorage srce Aljaske. Več kot tretjina prebivalcev države živi tam. Ta koncentracija mu daje izjemen nadzor nad gospodarstvom, potovanji in infrastrukturo države. Skoraj vsak, ki pride na Aljasko po kopnem, bo šel skozi Anchorage. Na prvi pogled je Anchorage odrezan od bližnjih mest. Ni regionalnih rezerv ali alternativ. Toda resnica je, da se vsi ključni sistemi, leti, tovor in povezave stekajo v to eno središče. Mednarodno letališče Teda Stevensa v Anchorageu vsako leto prepelje milijone potnikov in opravi več kot 100 000 pristankov, kar je več kot 4-krat več potniškega prometa kot v Fairbanksu, edinem drugem večjem središču v državi. Sledenje tovora v realnem času in optimizacija omogočata učinkovito premikanje pošiljk tudi v ekstremnih vremenskih razmerah na Aljaski. Sledenje tovora v realnem času in optimizacija omogočata učinkovito premikanje pošiljk tudi v ekstremnih vremenskih razmerah na Aljaski, zaradi česar je to ključen člen v globalnih dobavnih verigah. In tukaj je nekaj, na kar večina ljudi nikoli ne pomisli. Če to letališče preneha delovati, se farmacevtske hladne verige sesujejo. Proizvodne linije avtomobilskih delov v Detroitu se ustavijo, sveži morski sadeži pa nikoli ne prispejo v New York. Eno letališče, eno mesto. In posledice dosežejo vsako poseljeno celino. Ampak tukaj postane zanimivo. To je kraj, kjer se križajo dolge letalske poti, kjer se tovor preusmerja in kjer potniki potujejo skozi, ne da bi sploh vedeli, kako pomemben je ta postanek.
Iz Anchoragea je 90% razvitega sveta dosegljivega v 9,5 urah leta, česar ne more trditi nobeno drugo večje letališče na svetu. To pomeni, da lahko prevozniki iz Azije naložijo težje pošiljke z manj goriva, se ustavijo v Anchorageu za ponovno polnjenje goriva in nato nadaljujejo v Severno Ameriko s tovorom, ki ga brez postanka ne bi mogli prepeljati. Letališče je drugo najbolj prometno tovorno letališče v ZDA in četrto na svetu. FedEx, UPS in ameriška poštna služba imajo tukaj glavna vozlišča. Aljaska je tako ključna za ameriško poštno in paketno omrežje, da ima posebno zvezno dovoljenje, ki omogoča premikanje tovora med različnimi letali istega tujega prevoznika brez dodatnega pregleda. To je privilegij, ki ga nima nobeno letališče v celinskih 48 zveznih državah ZDA. To bi lahko imenovali majhen prihranek časa, vendar v resnici skrajša dostavne roke za več ur, zmanjša obratovalne stroške in spremeni Anchorage v magnet za svetovno logistiko. Celotne Združene države Amerike in Kanada ležijo na eni strani, medtem ko so čez Pacifik velikani, kot so Japonska, Kitajska in Južna Koreja. Tovorne poti iz Rusije lahko potekajo naravnost čez Arktiko in Pacifik, zaradi česar je Anchorage naravna kontrolna točka za težke pošiljke, ki potujejo med celinami. In zdaj to opažajo tudi potniške letalske družbe. Zdaj zahtevajo enako prilagodljivost tudi za potnike, kar bi lahko Anchorage spremenilo iz tovornega vozlišča v popolno globalno tranzitno središče. Moč Anchoragea sega tudi od neba do morja. Pristanišče Aljaske pretovori 95% rafiniranih naftnih derivatov v državi in skoraj 3/4 vsega tovora, s čimer povezuje ključne vire z letališčem in naprej. Vsaka pošiljka, ki gre skozi, ohranja skupnosti v pogonu, podjetja odprta in infrastrukturo oskrbljeno z gorivom. In to je tudi dobičkonosno. Pristanišče Aljaske ustvari dovolj prihodkov, da financira lastno širitev in nadgradnje, hkrati pa plačuje pristojbino mestu, ki pomaga pri delovanju lokalne uprave. Njegova najpomembnejša naloga je dostava goriva za ogromno vojaško bazo in mednarodno letališče v mestu, kar omogoča nemoteno delovanje v vseh letnih časih. Tudi pozimi, ko rokav knjig zamrzne, pristanišče neprekinjeno obratuje. V zadnjih letih je pristanišče pretovorilo več kot 5 milijonov ton goriva in tovora, in ker prebivalstvo ter industrija na Aljaski rasteta, bodo te številke le še naraščale. Zagotavljanje hrane in goriva za Aljasko je ključnega pomena, saj Aljaska proizvede veliko več, kot porabi. Leta 2024 je bil BDP Aljaske nekaj manj kot $70 milijard, pri čemer sta naftna in plinska industrija predstavljali večino. Nafta iz zaliva Prudhoe potuje skozi Anchorage, ta tok pa ni le lokalnega pomena, temveč je strateški. Ker vsako sodček, ki potuje proti jugu, krepi energetsko neodvisnost ZDA, zmanjšuje odvisnost od tuje nafte in državi daje večji nadzor nad lastno oskrbo. Nafta, namenjena mednarodnim trgom, običajno potuje na tovornih ladjah proti Pacifiku. Manjše, visokovredne dobrine pa potujejo po zraku prek letališča Teda Stevensa. Skupaj Aljaska vsako leto izvozi za približno $7,2 milijarde blaga, vključno z izdelki, kot sta morska hrana in surova nafta. Medtem ko nekateri manjši ladijski in letalski prevozi odhajajo z drugih letališč in pristanišč, je Anchorage edina osrednja lokacija, ki je sposobna obvladovati obsežno logistično operacijo, ki jo zahteva cvetoča izvozna dejavnost Aljaske. Verjetno bo to še pospešilo val ljudi, ki prihajajo v mesto v iskanju težkega in napornega, a stabilnega dela v vodilnih panogah države. Večina Aljaske pozimi obstane. Anchorage pa ne. S temperaturami nad lediščem 7 do 8 mesecev na leto pristanišče deluje, baza obratuje in letališče ostaja odprto. In ko se to obdobje podaljšuje, se povečuje tudi prednost Anchoragea pred vsemi drugimi mesti v državi. In ko vremenske razmere ob vodi postajajo manj intenzivne, postajajo leti na in z letališč lažji. Toda Anchorage ima še enega asa v rokavu. In medtem, ko se druga območja spopadajo s težavami, lahko Anchorage še vedno žanje koristi. Arktika se odpira, temperature naraščajo hitreje od svetovnega povprečja, ledeniki se topijo in ladijske poti se začenjajo pojavljati. Območja, ki so bila nekoč prekrita s permafrostom, so zdaj vse bolj odprta za sezonske dejavnosti. In razlog za to je očiten. Aljaska se segreva 2- do 3-krat hitreje od svetovnega povprečja. In to bi lahko za prihodnje generacije preoblikovalo Aljasko.
Od leta 1971 so se temperature okoli Anchoragea dvignile za 2 stopinji Fahrenheita, medtem ko se je na območju North Slope temperatura zvišala za 6 stopinj Fahrenheita. Ko se severna morska pot popolnoma odpre, ladja, ki potuje iz Rotterdama v Yokohamo, skrajša svojo pot z 11.200 navtičnih milj na približno 7.000. Pri tem pa prihrani približno 2 tedna in več $100.000 na potovanje. Ko arktične ladijske bližnjice postajajo vse pogostejše, mora vsaka ladja med Evropo in Azijo pluti mimo območja pod nadzorom Anchoragea. Mesto postane pomorsko ozko grlo, ki tekmuje celo s hormuško ožino. Tajanje permafrosta, daljše sezone in odprtje ladijskih poti prinašajo tako izzive kot strateške priložnosti, zaradi česar je Anchorage v vse bolj ključnem položaju za energijo in trgovino. A to ni brez posledic. Nafta in zemeljski plin sta glavna povzročitelja podnebnih sprememb. Obseg črpanja tukaj pa je morda razlog, zakaj se to območje segreva hitreje kot skoraj kjerkoli drugje na svetu. Toda tisto, kar se globalno vidi kot dolgoročna kriza, bi lahko kratkoročno ustvarilo nove priložnosti za domačine. Ko se led topi in se razmere spreminjajo, se prej nedostopni viri in trgovske poti začenjajo odpirati, kar postavlja Anchorage v še bolj strateški položaj kot prej. Toda to bi lahko pomenilo več kot le priložnost. Lahko bi spremenilo podobo zvezne države. Trenutno je kmetijstvo na Aljaski zelo omejeno. Rastna sezona je kratka, zime so dolge in preživijo lahko le najbolj odporne kulture. To pomeni, da je treba večino svežega sadja in zelenjave dovažati iz preostalih 48 zveznih držav ZDA, pogosto po visokih cenah. Včasih pa pridejo po dolgem prevozu, kar vpliva na kakovost. Ta omejitev se začenja krhati. Ko temperature naraščajo, se obdobje za kmetovanje podaljšuje, kar je bilo nekoč nemogoče, počasi postaja mogoče. Daljše rastne sezone, večji pridelki in večja raznolikost. Pridelava sadja na Aljaski, ki je bila nekoč skoraj neobstoječa, bi se lahko začela širiti. Če se bo ta trend nadaljeval, bi lahko država s časoma prešla iz odvisnosti od uvoza do tega, da bi pridelala dovolj, da bi lahko nekaj svojih pridelkov pošiljala na jug, s čimer bi dolgoletno slabost spremenila v novo gospodarsko prednost. In ker se vsa ta gospodarska in strateška dejavnost združuje tukaj, varnost ni več izbira, postane ključnega pomena. Anchorage je bil vojaška prioriteta že pred tem, ko je bila Aljaska država, in razlog za to se ni spremenil. Zato ni presenetljivo, da niso varčevali pri stroških za njegovo obrambo. Leta 1935 je general Billy Mitchell, oče ameriških letalskih sil, rekel v kongresu: "Verjamem, da bo v prihodnosti tisti, ki ima Aljasko, imel svet v rokah." In Anchorage je trdnjava aljaškega gospodarstva in prebivalstva. Da bi do njega prišle z oceana, morajo ladje pluti po Cookovem zalivu, nato pa vijugati skozi ožji Nick Arm. Tam leži mesto, tik ob njem pa je združena baza Elmendorf-Richardson. Oddaljeno? Absolutno, a hkrati ena najmočnejših vojaških baz v Združenih državah Amerike. Tukaj se prva obrambna linija Združenih držav sreča s pacifiškimi in arktičnimi grožnjami. Združena baza Elmendorf-Richardson, kjer živi več kot 40.000 ljudi, se nahaja na robu mesta in zaznava morebitne grožnje iz Pacifika in Arktike, hkrati pa gosti ključne raziskave o ledu, ladijskih poteh in energetskih virih. Vsak izstrelek, izstreljen iz Rusije ali Kitajske proti celini, bi bil najprej zaznan tukaj. Skoraj vse večje operacije na Aljaski, od poveljstva Aljaske do regionalnih sil NORAD-a, so osredotočene okoli Anchoragea, kar združuje ključno obrambo v eno strateško točko. A to še ni vse. Pod arktičnim krogom naj bi bilo približno 13% svetovne neodkrite nafte in 30% zemeljskega plina. Ena najpomembnejših poti do teh virov pa poteka skozi Anchorage. Kdor nadzoruje to mesto, nadzoruje najbolj sporen koridor virov prihodnjega stoletja. Za razliko od večine vojaških baz, ki so skrite na obrobju mest, se združena baza Elmendorf-Richardson nahaja neposredno severno od sosesk Anchoragea. Ni nekje daleč stran. Povprečen prebivalec njen vpliv čuti vsak dan. To je največji delodajalec v mestu. Zvezne naložbe v regijo pa bodo verjetno le še naraščale. Prihodnje grožnje to naredijo še bolj pomembno. Čeprav Rusija danes predstavlja manjšo skrb, vzpon Kitajske naredi Pacifik potencialno žarišče. Anchorage je ameriško protivtežje. Druga točka napada, trdnjava odziva in projekcije moči. V konfliktu s Kitajsko z uporabo konvencionalnega orožja bi bil Pacifik prvo bojišče. Kawaji bi Bledua začetna tarča, kar bi spominjalo na presenetljivi napad iz druge svetovne vojne.
Medtem ko Havaji absorbirajo prvi val, bi ZDA lahko iz združene baze Elmendorf-Richardson organizirale odziv. Anchorage gosti tudi ključne arktične znanstvene in energetske raziskovalne programe, ki vojaškim načrtovalcem in podjetjem zagotavljajo podatke o razmerah na ledu, ladijskih poteh in razpoložljivosti virov. To je zmogljivost, s katero se lahko kosa le malo mest na svetu. Vojaški in gospodarski sektorji Aljaske delujejo usklajeno. Združena baza Elmendorf-Richardson ni le odvračilo pred morebitnimi grožnjami. Napaja mesto, katerega pristanišče in izvoz ohranjata svetovno trgovino v gibanju ter krepita status Anchoragea kot središča vpliva. A vse to ima tudi zelo resne slabosti. Ogrevanje voda že ogroža habitate lososov in s tem postavlja eno najpomembnejših industrij na Aljaski v nevarnost. Toda hkrati so koristi ogromne. Lažji dostop do nafte in zemeljskega plina, daljše delovne sezone in nova območja, ki se odpirajo za raziskovanje, bi lahko prinesli veliko več prihodkov, kot jih izgubimo, vsaj na kratki rok. In vsa ta dejavnost, energija, ladijski promet, logistika, mora iti skozi eno mesto. Nihče ne ve natančno, kako se bo to odvijalo, vendar je Anchorage že v položaju, da prevlada. Obramba, svetovna trgovina, dostop do Arktike, energija, vse se sreča tukaj. Mesto, ki je izgledalo kot rob sveta, se izkaže za njegovo središče gravitacije. Anchorage ni le na zemljevidu, začenja ga tudi obvladovati. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, prosim, naročite se in vklopite obvestila. To res pomaga. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v Map-Packu. Rusija je blagoslovljena z nekaterimi najlepšimi pokrajinami na svetu in obsežnimi naravnimi viri. A kljub vsemu temu je tam veliko ljudi globoko nesrečnih. In podatki to potrjujejo. Rusija ima 5. najvišjo stopnjo samomorov na svetu, 24,1 na 100 tisoč prebivalcev. In to je le državno povprečje. V nekaterih regijah so številke še bolj zaskrbljujoče. Zakaj je življenje v eni izmed najbolj bogatih držav z naravnimi viri na svetu tako neverjetno težko za toliko ljudi? Poglejmo si pobliže. Po podatkih washingtonskega think tanka Freedom House je Rusija ena najmanj svobodnih držav na svetu. Toda kaj to pravzaprav pomeni? No, vse se začne s cenzuro. In to v veliki meri. Da, ruska ustava tehnično zagotavlja svobodo govora, vendar obstaja velika priročna luknja v zakonu. Vlada lahko ostro ukrepa proti vsemu, kar sama šteje za izraz ekstremizma. Sčasoma se je ta definicija razširila, kar je oblastem omogočilo zatiranje nestrinjanja, omejevanje neodvisnega novinarstva in utišanje opozicijskih glasov. Ta nadzor nad izražanjem je povzročil neposredne primerjave s Severno Korejo, kjer prevladujejo državni narativi in mediji delujejo pod skoraj popolnim nadzorom vlade. Pod režimom Vladimirja Putina je skoraj vsak večji medij v Rusiji bodisi v lasti države ali pa strogo reguliran. Najbolj priljubljena televizijska mreža v Rusiji je Prvi kanal. Gre za javno-zasebno partnerstvo med rusko vlado in skupino vlagateljev, vendar v praksi deluje bolj kot glasilo Kremlja. Vsak večji vlagatelj povezan s tem kanalom je tesno povezan s Putinovim režimom in tudi poročanje to odraža. Kaj pa drugi kanali? NTV je drugi najbolj priljubljen kanal v državi, vendar je njegova vsebina zelo podobna tonu Prvega kanala. To je zato, ker ga nadzoruje Gazprom, državni energetski velikan z globokimi povezavami s Kremljem. Potem je tu še Rusija 1, ki dopolnjuje vrh vodilnih televizijskih postaj. V lasti ga ima vseruska državna televizijska in radijska družba, VGTRK, ki je državno vodena organizacija. Z drugimi besedami, 3 največje ruske televizijske mreže so vse tesno povezane z državo in njihova sporočila le redko odstopajo od uradne linije. Zahodno občinstvo verjetno pozna Russia Today, RT, rusko televizijsko mrežo v angleškem jeziku. Čeprav deluje v manjšem obsegu v primerjavi z domačimi velikani, kot sta Prvi kanal ali Rusija 1, je RT še vedno v celoti financiran s strani ruske vlade. Ta raven nadzora se ne ustavi pri televiziji. Razširja se tudi na radio. Gazprom je prav tako v radijskem poslu.
Lastnik je Avtoradia, druge najbolj priljubljene radijske postaje v državi. Pravzaprav so skoraj vse večje radijske postaje v Rusiji, bodisi v državni lasti ali pod nadzorom korporacij povezanih s Kremljem. In ko gre za tiskane medije in časopise, ni nič drugače. Država ali njeni zavezniki nadzorujejo, kako so stvari predstavljene. Če ste se kdaj spraševali, zakaj Rusija redko ustvarja svetovno priznane filme, oddaje ali knjige, je to velik del razloga. Ustvarjalnost težko uspeva v okolju, ki temelji na cenzuri. To je realnost življenja v Rusiji. Državljani so prisiljeni spremljati medije, ki jim ne zaupajo. Le 35% Rusov je leta 2023 verjelo temu, kar so videli na Prvem kanalu, pa je bil to najbolj zaupanja vreden kanal. Kremelj ima velik vpliv tudi v digitalnem svetu. YouTube je zaenkrat še dostopen, vendar je izkušnja povsem drugačna od tiste, ki so je vajeni zahodni uporabniki. Platforma deluje zelo počasi, zaradi česar je nemogoče karkoli gledati. In zato obstaja razlog. Kremelj je po leti 2024 omejil pasovno širino za YouTube, zato je promet do konca leta padel na 20% običajne ravni. A to še ni vse. Novembra 2024 je matično podjetje Google, Alphabet, prejelo kazen v višini $20 deciljonov, ker ni želelo ponovno vzpostaviti proruske YouTube kanale. To ni kazen, ki bi jo podjetje nameravalo plačati, še posebej zato, ker je 200 kvintiljonkrat večja od celotnega svetovnega gospodarstva. Tega si ne izmišljujemo, ampak to ni pomembno. Ruska podružnica Google je bila tako ali tako leta 2022 razglašena za bankrotirano. Torej, če ima kdo v Rusiji že Android telefon, je za zdaj morda vse v redu. Toda dobiti novega, to je že druga zgodba. Če ste se spraševali, je podobna situacija tudi pri Applu. Ko gre za brskanje po internetu, je večina iskanj zdaj preusmerjena na ruski Yandex, platformo, ki ima zelo opazno prokremeljsko usmerjenost. Družbena omrežja se soočajo s podobnimi težavami. Facebook, Instagram, oboje je prepovedano. Blokirali so jo potem, ko se je Putin odločil začeti svojo posebno vojaško operacijo. Njihovo matično podjetje Meta je bilo označeno za ekstremistično organizacijo. Za zdaj še ni globe v višini $20 deciljonov, a to se lahko zgodi vsak trenutek. X je prav tako blokiran. Malo verjetno je, da se bo ta situacija kmalu spremenila. V Rusiji pa obstaja ena oddaja, ki ni cenzurirana. Oddaja o ruski politiki. In to niso dobre novice. Čeprav Rusija ohranja videz poštenih in demokratičnih volitev, je resničnost povsem drugačna. Da, ljudje lahko gredo na volišča. Ta so resnična. A so tudi del skrbno režirane predstave. Verodostojni opazovalci volitev so močno omejeni. Putinov režim pa določa, koliko jih sploh lahko vstopi na volišča. In ja, obstajajo oglasi za opozicijske stranke, vendar je to tudi del iluzije. Pravzaprav jih je preveč. To je zato, ker si Putin lahko sam izbere svojo opozicijo in izbral jih je veliko. Med njimi so Komunistična partija, Pravična Rusija, Liberalno-demokratska stranka Rusije in stranka Novi ljudje. Te stranke so leta 2021 skupaj osvojile 118 sedežev v Dumi. Putinov režim je leta 2012 omilil pravila za registracijo strank, da bi spodbudil nastanek stotin drugih strank. To zveni kot svoboda, pri čemer je zveni ključna beseda. Toliko strank, ki tekmujejo med seboj, pomeni, da prava opozicija ostaja razdeljena, večina strank pa ostaja majhnih. Toda nekaterim od teh manjšinskih strank se je uspelo prebiti. Leta 2021 so 3 nove stranke, Novi ljudje, Za resnico in Zelena alternativa, dobile dovolj podpore, da so izpolnile pogoje za nastop na volitvah v Dumo. A kot bi lahko pričakovali, je vedno neka past. Vse te tako imenovane opozicijske stranke imajo nekaj skupnega. Njihovi voditelji in predsedniki imajo povezave s Putinovo stranko Enotna Rusija. Opozicijske stranke in kandidati, ki dejansko obstajajo zunaj predstave, ki jo uprizarja Putin, so potem preprosto diskvalificirani. Najbolj znan v širšem svetu je bil Aleksej Navalni, vendar ni bil edini. Osebe zunaj uradne predstave ruske politike lahko pričakujejo nadlegovanje ali pa bodo razglašene za ekstremiste. Demonizacija je najbolj očiten del. Kadarkoli pride do aretacije ali obtožnice proti resničnemu opozicijskemu predstavniku, bodo Rusi o tem izvedeli prek katerekoli oblike medijev, ki jo raje spremljajo. Toda takšna cenzura ni edinstvena za Rusijo.
Kitajska uporablja veliko enakih taktik, vendar z eno veliko razliko. Kitajska se niti ne trudi izvajati političnega gledališča, kot to počne Rusija. Ni lažnih volitev, cenzura interneta s pomočjo velikega požarnega zidu pa je še bolj očitna. Kljub temu je stopnja samomorov med državljani 9,17 na 100 tisoč. Zakaj? Ena razlaga je, da ima kitajska vlada s svojimi ljudmi je sklenila dogovor v zameno za to. Še vedno jih vlada na avtoritaren način, vendar v zameno zagotavlja gospodarsko rast. In uspelo ji je. Približno 800 milijonov ljudi se je rešilo revščine, odkar se je država leta 1978 odprla svetu. Mediana plače na Kitajskem je približno $4,000 na mesec. Do zdaj je komunistična partija izpolnila obljubo, ki jo je dala. Rusija take obljube nikoli ni dala. Življenje je bilo za povprečnega ruskega delavca vedno težko, vendar so se v zadnjih letih razmere znatno poslabšale. Tisti, ki želijo razumeti razloge za to vse večjo stisko, se soočajo s pravimi tveganji. Resnice ni lahko najti v osrednjih medijih. In po trenutni ruski zakonodaji lahko širjenje tistega, kar vlada, opredeljuje kot zavestno lažne informacije o tako imenovani posebni vojaški operaciji, privede do 15 let zapora. Zaradi tega ostaja velik del resničnosti prikrit. Putinova invazija na Ukrajino je Rusijo naredila za najbolj sankcionirano državo na svetu, celo bolj kot Severno Korejo in Iran. To se morda zdi presenetljivo, še posebej glede na stalno bogastvo in varnost, ki jo uživata predsednik Vladimir Putin in njegovi najbližji sodelavci, vendar ta oster kontrast odraža naravo ruskega političnega in gospodarskega sistema. Že pred vojno v Ukrajini je Rusija izstopala na svetovnem gospodarskem prizorišču. Kljub temu, da je bila Rusija 11. največje gospodarstvo na svetu, tega bogastva ne uživajo vsi. Svetovna banka navaja, da je bil nominalni BDP na prebivalca v Rusiji leta 2023 nekaj manj kot $13,900. To je precej manj kot v Združenih državah, kjer znaša skoraj $83,000, pa tudi manj kot v Andori, na Kitajskem ali celo v Kostariki. Zakaj torej ljudje v Rusiji ne zaslužijo več? Najpomembnejši del ruskega gospodarstva je daleč energetski sektor. Ta predstavlja 20% letnega BDP države. Toda za ljudi, ki tam delajo, plačilo ni takšno, kot bi pričakovali za tako pomembno delo. V začetku leta 2024 so delavci v ruskem naftnem in plinskem sektorju v povprečju zaslužili približno $1400 na mesec. To je za 2/3 več od državnega povprečja, vendar njihovi ameriški kolegi v istem sektorju v povprečju zaslužijo skoraj 5,6-krat več, skoraj $7700. In po več kot 3 letih vojne tudi energetska delovna mesta v Rusiji začenjajo izgubljati svojo konkurenčnost. Ruska vojska ima tako malo kadra, da ponuja podpisne bonuse v višini približno $2400 in mesečne plače okoli $2600. In vendar je to še vedno manj od ameriške mediane plače, ki znaša nekaj manj kot $4800. To gospodarsko neravnovesje se odraža tudi v širšem industrijskem profilu Rusije. Energetski proizvodi zlahka prevladujejo v izvozu države, medtem ko kmetijstvo zaostaja. Poleg energetskega sektorja so največja ruska podjetja Sberbank in rudarski velikani, kot je MMC Norilsk Nikel, PJSC, ki je glavni dobavitelj niklja, in paladija. Kljub svoji ogromni velikosti in naravnemu bogastvu, Rusija ni postala vodilna v naprednih svetovnih industrijah. Globalno prepoznavnih ruskih blagovnih znamk je zelo malo, če sploh obstajajo, in nič ne kaže, da bi se ta trend kmalu spremenil. Za tiste, ki iščejo kariero v uglednih ali naprednih podjetjih, so najbolj privlačne priložnosti še vedno zunaj ruskih meja. V prejšnjih letih je bila ta pot odprta za številne Ruse, kot simbol konca hladne vojne in obljube nove dobe globalnih priložnosti. Vsaj takšna je bila ideja. To naj bi pomenilo prelomnico. Združene države imajo nekatera najbogatejša in najbolj prepoznavna podjetja na svetu. Poglejte samo, kaj izvažajo. Izbira je široka, vključno z energenti in kmetijskimi proizvodi, pa tudi avtomobili, medicinsko opremo, napredno elektroniko in celo umetniškimi izdelki, kot so starine in slike. To je zato, ker ima tehnološke velikane, kot sta Apple in Microsoft, zabavne velikane, kot je Disney, vrhunska avtomobilska podjetja, kot sta Ford in GM, ter preveč drugih blagovnih znamk, da bi jih lahko našteli. Veliko jih je po letu 1991 prišlo v Rusijo, da bi tam poslovali. Prehod je bil za Rusijo težak.
Vendar je bilo vsaj vedno upanje, da bo na koncu bolje zaradi prisotnosti teh podjetij. Toda zdaj je več kot 1000 mednarodnih podjetij bodisi omejilo ali zaprlo svoje poslovanje v Rusiji. Razmere so se vztrajno slabšale, ko se je Putin hvalil s priključitvijo Krima, vendar je posebna vojaška operacija prekinila poslovanje z Zahodom. V Rusiji še vedno delujejo tuja podjetja, in sicer iz države, ki bi jo pričakovali. Kitajska ima veliko bolj raznoliko gospodarstvo kot Rusija. Seveda je vodilna v svetu po proizvodnji, vendar je zdaj na voljo veliko več delovnih mest zunaj tovarn. Kitajska ima vodilna telekomunikacijska podjetja, kot je Huawei, in cvetočo industrijo električnih avtomobilov, ki jo vodijo podjetja, kot je BYD. Obstaja celo TikTok, ki je v lasti kitajskega podjetja ByteDance. Obstajajo dokazi, da ta podjetja zaposlujejo tudi v Rusiji, vendar je to dvorezen meč. Ker je zaradi odhoda zahodnih podjetij na voljo veliko talentov, to izkoriščajo, kar verjetno pomeni nižje plače kot prej. Ni presenetljivo, da so ljudje glasovali z nogami in zapustili državo. Posebna vojaška operacija je povzročila beg možganov, saj je na 100 tisoče najbolj izobraženih rojakov pobegnilo v tujino, da bi se izognili vojaški mobilizaciji. Ta odliv talentov je pripeljal do tega, da jih je Putin označil za izdajalce. Na njegovo nesrečo je med temi izdajalci nesorazmerno veliko strokovnjakov z področja tehnologije, poslovanja in zabavne industrije. Vendar to ni nič novega. Vojna je le pospešila trende, ki so se začeli že takoj po koncu hladne vojne. Zdaj lahko opazite, kako velik protislovje je rusko gospodarstvo. Njegova demografska slika s starajočim se in upadajočim prebivalstvom je podobna najbolj razvitim državam sveta. Vendar je njegovo gospodarstvo bolj podobno gospodarstvu držav v razvoju, kar potrjuje tudi BDP na prebivalca. A še slabše je, odvisno od tega, kje Rusi živijo. Če delajo v Moskvi ali Sankt Peterburgu, veljajo za ene izmed srečnežev. V Ukrajini se najbolj približajo prek pristranskih poročil, ki jih poslušajo vsak dan. Toda Rusija je več kot le Moskva in Sankt Peterburg. Je izjemno raznolika. Nažalost je ta raznolikost posledica precej temne zgodovine. Rusija se je osvobodila mongolske vladavine in se hitro širila med 16. in 19. stoletjem. Toda njen prodor v te oddaljene in redko poseljene regije je prinesel težavo. Ta območja so bila oddaljena od ruskega osrčja in Moskva je seveda dvomila o njihovi zvestobi. Zato je imela rešitev. Vzemite zemljevid glavnih ruskih cestnih omrežij in nekaj vam bo padlo v oči. Medtem ko je evropsko osrčje dobro povezano, je Sibirija večinoma še vedno izolirana. Z nekaj izjemami je bolj tesno povezana z Moskvo prek transsibirske magistrale, kot z večino regij vzhodno od Urala. Zelo težko je biti manjšina v Rusiji. Medtem ko so medijske vsebine, ki jih vsako jutro spremljajo, po vsej državi večinoma enake, je za številne manjšine, še posebej tiste, ki živijo v oddaljenih regijah, osnovna mobilnost resen izziv. Cestna infrastruktura je pogosto omejena ali neasfaltirana, zlasti v Sibiriji. Pošteno povedano, je to deloma posledica ostrega in neizprostnega podnebja. Nekatera mesta so nedostopna po cesti, ker so večino leta pod ledom in snegom. Vendar pa ni samo podnebje tisto, zaradi česar je življenje težko. Ruski daljni vzhod je morda oddaljen, vendar ima izjemne vire. Tu so ogljikovodiki, železova ruda, zlato, srebro in 220 milijonov hektarjev oziroma 544 milijonov akrov kmetijskih zemljišč. Toda to območje prispeva le približno 5% nacionalnega BDP. Zato je težko dobiti dobro službo v teh panogah. Večina ljudi zapusti regijo in išče boljše službe v Moskvi ali Sankt Peterburgu. Ni presenetljivo, da je ruski daljni vzhod od konca hladne vojne izgubil tretjino svojega prebivalstva. Toda to ne prinaša vedno obljube o boljšem življenju. V Moskvi ali Sankt Peterburgu oglasi za delo vsebujejo besede kot so samozaslovane ali iščemo kandidate slovanskega videza. Enako velja za trg nepremičnin, zato postane težko ne le najti službo, ampak tudi najti kraj za bivanje. Seveda ruska zakonodaja prepoveduje etnično diskriminacijo pri zaposlovanju, vendar hkrati zagotavlja svobodo govora, kar pa ne pomeni ničesar. Tudi vladni organi kršijo domnevni zakon. Dokumenti iz mesta Žerinsk, pomembnega kraja v ruski kemični industriji, so pokazali, da je lokalna oblast izrecno zahtevala, da imajo potencialni izvajalci slovanski videz.
Zdi se, da je vojna v Ukrajini ta problem še poslabšala. Center Sovjets, skupina, ki spremlja ekstremizem v Rusiji, je poročala o strmem porastu nasilja na etnični osnovi, ki se je začel spomladi 2023. Ta porast je obrnil 20-letni trend upadanja. Žrtve z neslovanskim videzom so bile najpogosteje tarča stotin napadov mladinskih tolp. Nasilje pa se je stopnjevalo skozi leto 2024, pri čemer so storilci uporabljali orožje, kot so noži in boksarji. Število žrtev je še vedno precej nižje kot sredi 2000-ih, vendar če pogledate graf, ne boste mogli spregledati trenda. Mnoge manjšine v Rusiji so že dolgo videle vojaško službo kot eno redkih možnih poti naprej. To je veljalo že pred vojno v Ukrajini. Čeprav etnični Rusi predstavljajo približno 80% prebivalstva, demografska sestava vojske pripoveduje drugačno zgodbo. Poleti in jeseni 2022 je Ukrajina začela uspešne protiofenzive ter ponovno zavzela velika območja v regijah Harkov in Herson. Kot odgovor je Vladimir Putin izdal ukaz o delni mobilizaciji in vpoklical moške iz ruskih vojaških rezerv. Toda mobilizacija ni bila enakomerno razporejena. Čeprav 77% Rusov živi v evropskem osrčju, vključno z mesti kot sta Moskva in Sankt Peterburg, so bila ta območja večinoma izvzeta. Breme mobilizacije je nesorazmerno padlo na etnične manjšine in prebivalce oddaljenih regij, kar nadaljuje dolgoletni vzorec neenakosti znotraj oboroženih sil. Trend je postal jasen do konca leta 2023, prvega polnega leta mobilizacije. 6 od 10 ruskih regij z najvišjo znano stopnjo smrtnosti je v Sibiriji in ruskem Daljnem vzhodu. Moški iz Republike Burjatija so imeli veliko večjo verjetnost, da bodo umrli kot moški iz Moskve. In to ne 2-krat, 3-krat ali celo 10-krat, ampak 75-krat. 18% vseh žrtev vojne je prišlo iz tega majhnega, oddaljenega kraja. Koliko ljudi pravzaprav živi v Burjatiji? Popis prebivalstva iz leta 2021 je zabeležil približno 972 tisoč prebivalcev. Samo v Moskvi je bilo prebivalcev 12,7 milijona. Ob omejeni infrastrukturi socialne podpore in razširjeni etnični diskriminaciji v vsakdanjem življenju so stopnje samomorov v številnih oddaljenih okrožjih Rusije še vedno bistveno višje od državnega povprečja, kljub splošnemu trendu upadanja. Ruska vlada seveda ni odprta glede svojih podatkov, vendar razpoložljive analize kažejo mračno sliko. Leta 2017 je stopnja samomorov med moškimi dosegla 30,9 na Daljnem vzhodu, 31,1 v Republiki Saha in 40 v regiji Amur. Najnižja stopnja je bila 27,8 v regiji Kamčatka. Kljub sistemski neenakosti in nižjemu BDP na prebivalca v primerjavi z regijami kot je Ruski Daljni vzhod, Severni Kavkaz, poroča o bistveno nižji stopnji samomorov od državnega povprečja. Čeprav je še vedno visoka po svetovnih merilih, znaša 11 na 100 tisoč. To je manj kot polovica stopnje v najbolj prizadetih delih Rusije in bistveno nižje kot v sosednjem južnem zveznem okrožju, kjer je skoraj 84% prebivalstva etnično ruskega porekla. Kaj se torej dogaja? Za številne ruske vojake, ranjene, razočarane in odtujene zaradi hladnejšega sprejema v večjih mestih, je vrnitev v domače regije pogosto edina izvedljiva pot. Ta območja, čeprav gospodarsko nerazvita, ponujajo občutek socialne povezanosti in kulturne domačnosti, ki je drugje v državi vse redkejša. Veterani, ki se vračajo v te skupnosti, lahko prav tako imajo korist od državnih pokojnin, ki zagotavljajo skromno, a ključno mero finančne stabilnosti. Dejansko so izplačila družinam umrlih ali ranjenih vojakov v letu 2024 predstavljala 6% ruskega proračuna. Vendar pa za mnoge veterane, ki se vračajo, ponovna vključitev v civilno življenje ostaja globok izziv. Gospodarstvo v njihovih domačih regijah je še vedno nerazvito, ponuja omejene priložnosti in malo upanja za napredovanje. Vsakdanje življenje je prežeto z državno propagando o vojni v Ukrajini, kar pušča malo duševnega oddiha. Dostop do tujih medijev, ki je ena redkih možnih poti pobega, je vse bolj omejen in pogosto obremenjujoč. Sredi izolacije in monotonije ostaja ena stalnica, ki je na voljo v vsakem domu – vodka. Zloraba alkohola je med ruskimi vojaki tako razširjena, da jim je Rusija prepovedala nakup alkohola.
Težava sega dlje od bojišča. Daljnovzhodno zvezno okrožje ima najvišjo stopnjo porabe alkohola v Rusiji. Vodka ima edinstveno pomembno mesto v ruski kulturi, bolj kot katerikoli drug nacionalni izdelek. In to ni le poceni stereotip. Rusi so daleč največji porabniki vodke na svetu. Povprečna mesečna poraba je 17,28 šotov na osebo, ti šoti pa predstavljajo 75% celotne porabe alkohola v državi. Poljska je daleč na drugem mestu, s 13,71. To ste pogosto videli iz lastnih izkušenj, zdaj pa začenjate spoznavati pravi obseg problema. Rusija ima najvišjo stopnjo alkoholizma na svetu. 16,3% moških in 2,6% žensk v državi je alkoholikov. To je nasplošno povzročilo visoko smrtnost. Če greste globlje v preteklost, so te stopnje skoraj popolnoma povezane z ravnijo porabe alkohola. Ko se je uporaba alkohola sredi 80-ih let zmanjšala, potem ko je Gorbačov zmanjšal proizvodnjo vodke, se je smrtnost znižala. Ponovno so poskočile po razpadu Sovjetske zveze in ostale visoke do sredine 2000 let, ko je Putinova vlada uvedla strožjo regulacijo. Ti ukrepi so bili uspešni do pandemije COVID-19 in invazije na Ukrajino, ki sta ponovno povečala uporabo alkohola. Razširjena zloraba alkohola je največji dejavnik visokega samomorilskega količnika v Rusiji. Pri 74% moških in 83% ženskih primerov samomora so ugotovili visoko raven alkohola v krvi, pogosto v razponu od 2 do 3%. Pretirano pitje alkohola je bilo v Rusiji vedno del kulture. Vendar pa obstaja še en vidik življenja tam, ki še dodatno poslabša situacijo. Veliko teh samomorov bi bilo mogoče preprečiti. 70% ljudi, ki storijo samomor v Rusiji, predtem trpi za prepoznavno duševno motnjo. Zakaj jih torej toliko izvede samomor? Preprosto so se rodili v napačni državi in niso dobili nobenega zdravljenja. Če trpite za duševno motnjo, kot je kronična depresija, boste v Rusiji bolj verjetno stigmatizirani kot pa deležni pomoči. Duševne težave tam pogosto veljajo za nekaj, kar si človek povzroči sam. Tako mislijo prijatelji in družina, enako pa tudi zdravniki in celo strokovnjaki za duševno zdravje. In ker ste v nerazvitem podeželskem območju, bo pomoč še težje najti. Alkohol je eden najpogostejših načinov spopadanja z gospodarskimi ali psihološkimi stiskami. To je žalostno, ker je v 61% moških samomorov v Rusiji prisoten alkohol. Moški pa storijo veliko več samomorov kot ženske. 30,8 ruskih moških na 100 tisoč stori samomor, v primerjavi s 5,8 na 100 tisoč pri ženskah. Od moških se pričakuje, da izpolnijo svojo dolžnost do Rusije in do svoje družine. To lahko vključuje ne samo vojaško službo, ampak tudi nevarno delo. In od njih se pričakuje, da se s tem preprosto sprijaznijo in nadaljujejo. Tamir Hagarov, vodilni raziskovalec na Inštitutu za sociologijo Ruske akademije znanosti, je povedal, da sta pomanjkanje gospodarskih možnosti in duhovna praznina glavna vzroka. Če sodimo po stopnji samomorov, je Rusija od 90-ih let napredovala, vendar Putinove odločitve ogrožajo, da bo vse to razveljavljeno. Podatki v prihodnjih letih nam bodo povedali resnično zgodbo, ki je Rusi v svojih medijih ne bodo slišali. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč in če želite videti več takšnih videov, prosimo, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na Matpaku. Amerika je v krizi. Od propadajočih cest in razpadajočih mostov do mest, ki jih zalivajo poplave, stvari niso le slabe. Pravzaprav se še slabšajo. Tukaj je resnica o tem, zakaj se Amerika morda res razpada. Za začetek, ZDA so ogromne, res velike. Od New Yorka do Los Angelesa je skoraj 2800 mil oziroma 4500 km vožnje. In to še preden sploh omenimo potovanje na Havaje ali v Aljasko. In ta velikost nepričakovano prispeva k nenavadnemu poslovnemu pojavu, prevladi korporacij nad malimi podjetji v ZDA. Medtem ko korporacije povsod krepijo svoj nadzor nad trgi, je to v ZDA še posebej izrazito. Mala podjetja se soočajo z ogromnimi ovirami, od usklajevanja 50 različnih sklopov državnih zakonov in davkov do spopadanja s časovnimi pasovi in velikimi geografskimi razdaljami. Širitev po vsej državi pomeni drago pravno in računovodsko podporo ter višje logistične stroške,
kar pa velike korporacije zlahka prenesejo. Po podatkih svetovalnega podjetja McKinsey je to neravnovesje precej manj izrazito v državah z manjšim geografskim obsegom, kjer je širitev podjetja preprosto manj zapletena. Velikost države povzroča tudi težave pri vzpostavljanju javnih prevoznih omrežij, še posebej učinkovitih železniških povezav po vsej državi, ki jih, kot boste opazili, ZDA za ljudi pravzaprav niso razvile. Ne pomaga niti to, da so večja naseljena središča večinoma na obali, med njimi pa je skoraj 3000 mil oziroma 4800 km zemlje, kar je približno toliko kot razdalja med Londonom in Bejrutom v Libanonu. To vodi do tega, da ljudje v veliki meri raje potujejo z letalom, javni kopenski prevoz pa je zaradi tega močno podfinanciran. Morda je zato večina vlakov Amtrak v ZDA na severovzhodnem koridorju vozi s hitrostjo med 110 in 145 mil na uro. Na dolgih progah pa ta hitrost pade na 40 do 50 mil na uro. Po drugi strani pa Trainline poudarja, da številni vlaki v Evropi pogosto dosežejo hitrost do 200 mil na uro oziroma 320 km na uro. Torej, če raje letite, vas razumemo. Ampak pripnite se, kajti če ste mislili, da so vlaki slabi, počakajte, da slišite o letališčih. Mednarodni svet letališč ocenjuje, da primanjkuje 42 milijard dolarjev za financiranje letališke infrastrukture. Letalske raziskave podjetja Skytrax so razvrstile letališča po vsem svetu in le 6 ameriških letališč se je uvrstilo med najboljših 50, pri čemer je Houston Hobby dosegel najvišje mesto in sicer šele 27. Čeprav se to nekaterim morda sliši dobro, bi glede na finančno moč, velikost in status ZDA v svetu pričakovali več ameriških letališč pri vrhu. Če pa ste že kdaj čakali 2 uri na skoraj zaprtem letališču Newark, da odpravijo mehansko napako na vašem letalu, potem tudi razumete, zakaj temu ni tako. Še pomembneje pa je, da primanjkuje osebja, predvsem pilotov in kontrolorjev zračnega prometa. Veste, to so ljudje, ki so odgovorni za to, da vaše letalo ne pade z neba ali se ob vzletu ne zaleti v drugo letalo. Kar pomembna služba, če vse skupaj dobro premislimo. Eden od generalnih inšpektorjev je ugotovil, da je bila leta 2025 kadrovska zasedenost kontrole zračnega prometa na 20 od 26 najpomembnejših letališč v državi pod minimalno zahtevano ravnjo 85%. Samo nekaj, o čemer lahko razmislite naslednjič, ko boste čakali na vzlet. Toda infrastrukturne težave v ZDA niso omejene samo na letalstvo. Pravzaprav smo šele začeli. Recimo, da preskočite letalo in se namesto tega odločite za avto. Po podatkih Ameriškega združenja gradbenih inženirjev je ameriška infrastruktura leta 2021 prejela oceno C-, kar je izboljšava glede na oceno D+ iz leta 2017. Obe oceni sta taki, ki bi jo verjetno poskušali skriti pred starši in zagotovo nista tisto, kar si želite za podporo 330 milijonom ljudi na poti. Po podatkih ASCE je za ustrezno vzdrževanje in posodobitev državne infrastrukture treba zapolniti investicijsko vrzel v višini 2 bilijona in 600 milijard dolarjev. In to bo državo do leta 2039 stalo okoli 10 bilijonov dolarjev izgubljenega BDP. Število cest v ZDA, ocenjenih kot slabe kakovosti, se nenehno povečuje, in sicer z 15,8% v letu 2008 na 22,6% v letu 2018. To ne povzroča le dodatnih stroškov za lastnike avtomobilov, približno $725 na voznika v letu 2023, ampak tudi več nesreč zaradi vožnje po neurejenih cestah, polnih lukenj. Tudi naši mostovi se podirajo. Vsak tretji most v ZDA potrebuje popravilo ali popolno zamenjavo. Upajmo, da to ni tisti, po katerem se vsak dan vozite v službo. Ameriško združenje za gradnjo cest in prometne infrastrukture je tudi opozorilo, da je 7% mostov, to pomeni 46,000 mostov, strukturno neustreznih. Samo majhna statistika, da vas prestraši naslednjič, ko boste prečkali približno 60 metrov nad vodo po škripajočem cestnem mostu. Ogromna velikost ZDA, še posebej velika količina infrastrukture, zgrajene na zelo redko poseljenih območjih, otežuje vzdrževanje. To še posebej velja za okrožja z malo prebivalci in še nižjo davčno osnovo, ki ne bodo imela prednosti. A o težavah s tem bomo govorili kasneje, saj imamo še nekaj propadajoče infrastrukture, ki jo moramo obravnavati. Če želite namesto tega uporabljati javni prevoz, saj je navsezadnje cenejši in bolj prijazen okolju, morda boste ostali brez te možnosti.
Od vseh ocen, ki jih je dobila ameriška infrastruktura, je javni prevoz prejel najslabšo oceno – D. Obstoječa infrastruktura javnega prevoza, kot je dobro razvit sistem podzemne železnice v New Yorku, nujno potrebuje popravila. FTA ocenjuje, da je za odpravo zaostanka pri popravilih javnega prevoza po vsej državi potrebnih vsaj $105 milijard. Morda zato, ker so številni najbolj zapleteni sistemi, ki trenutno delujejo v ameriških mestih, tudi med najstarejšimi. Podzemna železnica v New Yorku in bostonski MBTA še vedno uporabljata tirno in signalno tehnologijo iz sredine 20. stoletja. Lahko bi jo poganjal tudi premog. Skupaj je le 19% ameriških javnih prevoznih sistemov ocenjenih kot v dobrem stanju. A morda je še bolj problematično od potrebe po večjih nadgradnjah in popravilih ameriškega javnega prevoza to, da 45% Američanov sploh nima dostopa do nobenega javnega prevoza. In ne govorimo o dobrem javnem prevozu, ampak o katerem koli prevozu, vključno z avtobusi, ki potrebujejo 5 ur, da vas prepeljejo čez mesto, kar pomeni, da še precej več Američanov nima dostopa do učinkovitega javnega prevoza. Morda je zato leta 2019 ameriški statistični urad ocenil, da le 5% ameriških delavcev na delo potuje z javnim prevozom. To ustvarja resničen problem, ker so ZDA zelo odvisne od avtomobilov. Leta 2021 je nekaj več kot 90% Američanov imelo vsaj en avtomobil. Čeprav se to morda ne zdi nič takega, dejansko ustvarja ogromno dodatno ekonomsko breme in oviro za mnoge ljudi z nizkimi dohodki v državi. Za primerjavo, v bolj javnemu prevozu prijazni EU ljudje porabijo približno 11% svojega dohodka po obdavčitvi za prevoz, v absolutnih dolarjih pa še manj. V ZDA ta številka naraste na 16%, kar poudarja, koliko več Američani plačajo za prevoz. Toda visoki stroški odvisnosti od avtomobilov niso le finančni, temveč tudi družbeni. Koliko skupnosti živijo tako daleč stran od ljudi, ki so drugačni od njih in imajo tako malo stikov, se politična polarizacija močno poveča. Morda mislite, no, ali ni ves svet postal polariziran zaradi interneta? Da in ne. Internet morda ni tako kriv, kot si mislite. Več študij je pokazalo, da je polarizacija v ZDA postala veliko bolj skrajna kot v primerljivih demokracijah. Od leta 1978 do 2016 so Američane spraševali, koliko više ocenjujejo člane svoje stranke kot člane druge glavne stranke. Rezultat se je spremenil iz 27 točk višje na 45,9 točke višje. Rezultati so se povečali tudi v Kanadi, Novi Zelandiji in Švici, vendar precej manj. Na Norveškem, v Avstraliji in na Švedskem se je polarizacija dejansko zmanjšala. Analiza Randa je pokazala, da je 30% rasti polarizacije v predstavniškem domu ZDA posledica prostovoljnega geografskega združevanja volivcev v soseske z ljudmi, ki so jim podobni. In na podeželju v Ameriki, kjer sta tako infrastruktura kot tudi organi pregona na svojih mejah, so posledice lahko še posebej izrazite. Ko govorimo o kriminalu, zelo redko poseljena in pogosto težko dostopna podeželska območja ZDA skoraj onemogočajo policijsko delo v nekaterih skupnostih. To še posebej velja za rezervate staroselcev v Ameriki, ki običajno nimajo dovolj sredstev, da bi zaposlili dovolj policistov za patruliranje po ogromnih območjih. To je očitno tudi na Aljaski, kjer so številne skupnosti dostopne le s helikopterjem ali pasjo vprego. Na primer, leta 2005 je moški v aljaški vasi Nunam-Ikwa napadel prijatelja, pretepel svojo ženo in nato napadel svojo pastorko. Krajevni prebivalci so poklicali najbližjo policijo, ki je bila 155 milj oziroma 250 km stran v Bethelu. Morali so najeti letalo, da so prispeli 4 ure kasneje. V Alamu v Novi Mehiki, skupnosti v narodu Navajo, je povprečen odzivni čas policije 3 ure. Nenehno pomanjkanje sredstev za podeželska območja ter velika razpršenost in nedostopnost ameriškega podeželja povzročajo, da je ta problem težko rešiti. Toda ne manjka le fizična varnost. Primanjkuje tudi osnovnega digitalnega dostopa. In v sodobnem svetu je to prav tako ključno. Izjemno razpršena narava življenja na ameriškem podeželju v kombinaciji z relativnim pomanjkanjem vlaganj v infrastrukturo je povzročila tudi vztrajno razkorak pri eni najpomembnejših storitev sodobnega sveta.
internetu. Od leta 2015 je FCC širokopasovni internet opredelil kot povezavo, ki zagotavlja vsaj 25 megabitov na sekundo hitrosti prenosa in vsaj 3 megabit na sekundo hitrosti pošiljanja. Naslednje leto je FCC ugotovil, da 4% ljudi v mestnih območjih nima širokopasovnega interneta, ki bi izpolnjeval te osnovne standarde. Medtem ko na podeželskih območjih kar 39% območij nima enako zanesljivega dostopa do širokopasovnega interneta. Kar težavo še poslabša. Prebivalci podeželja, ki živijo dlje od bank, trgovin in državnih uradov, bi imeli največ koristi od zanesljivega dostopa do interneta, saj bi ga lahko uporabljali za naročanje potrebščin, dostop do storitev in opravljanje nalog prek spleta. A vendar so prav oni pogosto tisti, ki imajo do njega najmanj dostopa. Leta 2021 je Zvezna komisija za komunikacije ugotovila, da 14 milijonov Američanov, večinoma na podeželju, nima dostopa do nobenega širokopasovnega omrežja. In ocena Zvezne komisije za komunikacije je bila na spodnji meji. Druga poročila so pokazala, da skoraj 3-krat več ljudi nima dostopa do zanesljivega interneta. Medtem ko sodobna tehnologija ne doseže nekaterih skupnosti, starejši sistemi diskriminacije druge zadržujejo, že po svoji zasnovi. Od 30 let prejšnjega stoletja je bila praksa redlining, označevanje pretežno temnopoltskih in drugih večinoma manjšinskih stanovanjskih območij kot nevarnih. To so počeli zato, da bi jim odrekli hipotekarna posojila in zavarovanje, zaradi česar prebivalci niso mogli postati lastniki domov in graditi premoženja. To je prav tako povzročilo pomanjkanje vlaganj v teh skupnostih in ohranjalo delavce z nizkimi dohodki, še posebej temnopolte delavce, ločene od srednjega razreda in premožnih. Žal posledice redlininga še danes vztrajajo, kar povzroča geografsko in ekonomsko neenakost. Projekt na Harvard Kennedy Schoolu je ugotovil, da je 74% nevarnih sosesk iz 30 let prejšnjega stoletja še danes sosesk z nizkimi do zmernimi dohodki. Medtem pa je 92% najboljših sosesk s srednjimi do visokimi dohodki. Še vedno je 64% nevarnih sosesk takih, v katerih večino predstavljajo manjšine, medtem ko je 91% najboljših sosesk večinsko belih. Ta geografska neenakost se ne ustavi pri stanovanjih. Razširja se tudi na to, koliko so ljudje prisiljeni porabiti samo zato, da pridejo do službe, šole ali trgovine z živili. Poraba za prevoz ni enaka za vse. V EU je večja verjetnost, da bodo tisti z višjimi dohodki večji delež svojega dohodka porabili za prevoz, saj si lahko privoščijo nakup več, dražjih avtomobilov in podobno. V ZDA je ravno obratno. Leta 2022 so gospodinjstva z nizkimi dohodki v državi za prevoz porabila približno 30% svojega dohodka po obdavčitvi za prevoz. To je zato, ker pogosto nimajo druge izbire, kot da kupijo avto in plačujejo za gorivo ter zavarovanje, ki si ga komaj lahko privoščijo, vse zaradi tega, ker nimajo dostopa do javnega prevoza. To prav tako zelo otežuje najnižje plačanim delavcem, da bi si ustvarili premoženje ali celo ostali finančno nad vodo. To vodi tudi do drugih težav. Naprimer, leta 2023 so bile ZDA drugi največji onesnaževalec na prebivalca po Rusiji, s skupno količino 18 metričnih ton izpustov ogljikovega dioksida na prebivalca. Izpusti toplogrednih plinov iz prometa predstavljajo 28% vseh izpustov toplogrednih plinov v ZDA. Medtem so motorna vozila predstavljala 83% tega. Na drugi strani pa so na Japonskem, državi z dobro razvitim javnim prevozom, emisije na prebivalca precej nižje, 7,59 metričnih ton, in le 19% teh nižjih emisij je povezanih s prometom. Na žalost se bo brez temeljite prenove osnovne infrastrukture v ZDA odvisnost od avtomobilov nadaljevala, kar bo še poslabšalo problem smoga in onesnaženja v državi. Da o prometnih zastojih sploh ne govorimo. ZDA imajo resnično grozen promet. Študija podjetja za prometno analitiko Inrix iz leta 2018 je pokazala, da so prometni zastoji tistega leta ameriško gospodarstvo stali $87 milijard. In to še preden upoštevamo vpliv na vaše duševno zdravje, ko je tip pred vami na telefonu in zaradi njega zamudite zeleni semafor. Ampak prometni zastoji so logični za državo, kjer moraš za dobesedno vse sesti v avto. Obisk trgovine, lekarne, igrišča, lokalne šole in pisarne. Vse to pomeni veliko avtomobilov na cesti ves čas. Leta 2019 je bilo povprečno čas vožnje na delo v ZDA 27,6 minut v eno smer.
In leta 2022 so vozniki po podatkih ankete AAA American Driving Survey v povprečju opravili 2,44 vožnje na dan in za volanom preživeli 60,2 minute dnevno. Od teh ur preživetih za volanom jih je bilo 43 zaradi prometa po podatkih podjetja Inrix Transportation Analytics. To je cel delovni teden ali cel vikend iz vašega življenja vsako leto. Toda ni le pomanjkanje javnega prevoza tisto, zaradi česar so ZDA odvisne od avtomobilov. Cela država je zgrajena okoli avtomobilov. V ZDA popolnoma primanjkuje mest, po katerih bi lahko hodili peš. Kar ne le da avtomobile naredi obvezne, ampak nas tudi počasi ubija. Tako družbeno, kmalu boste videli zakaj, kot tudi fizično. Študija revije Nature iz leta 2024 je pokazala, da med 50 najbolj primernimi mesti za pešačenje na svetu ni nobenega ameriškega mesta. Večina mest je bila v Evropi in Aziji. Celo znameniti New York City, prijazen pešcem, je bil izključen, ker je, čeprav je Manhattan morda primeren za pešačenje, druga okrožja niso tako zelo. Ni čudno, da je raziskava Green Desk, ki jo je izvedel National Geographic, pokazala, da med 17 bogatimi državami Američani hodijo najmanj. Druga študija o trajnosti je pokazala, da je le 12%. Vseh poti v ZDA je opravljenih peš le 12%, predvsem zaradi slabe infrastrukture za pešce in načrtovanja mest. To je pol manj kot v državah, kot so Finska, Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo. Ni dobro za državo, ki se sooča z naraščajočo stopnjo debelosti in nizko stopnjo telesne aktivnosti. In, kot navaja Ameriška revija za medicino, zaradi telesne neaktivnosti izgubljamo vsaj $24 milijard letno za dodatne zdravstvene stroške. Druga težava s pomanjkanjem peš dostopnosti je ponovno vpliv, ki ga ima na mala podjetja. Če je vse oddaljeno za vožnjo z avtomobilom, večina ljudi ugotovi, da se jim bolj splača peljati 20 minut do velike trgovine, kot sta Walmart ali Kroger, kjer je izbira večja, namesto da bi peš hodili 5 minut do lokalne trgovine na vogalu. To je izjemno pogosto na podeželju, kjer so velike verige popolnoma izrinile lokalna podjetja v številnih skupnostih. Univerza Wisconsin-Madison je ugotovila, da se majhne trgovine ali restauracije običajno ne morejo kosati z verigami pri oglaševanju, lahko pa so uspešnejše, če imajo lokacijo na že prometni ulici. Poleg tega, pešci in kolesarji v enem mesecu porabijo več kot vozniki avtomobilov. In tista naselja, ki so prilagojena pešcem, imajo običajno bolje financirane šole, do katerih imajo dostop večinoma le premožnejše družine. Ker za razliko od mnogih drugih bogatih držav, kraj rojstva v ZDA pogosto igra veliko večjo vlogo pri kakovosti izobrazbe, ki jo prejmeš, zdravstveni oskrbi, ki ti je na voljo, in celo gospodarskih priložnostih, do katerih lahko dostopaš. Financiranje šol je v ZDA v veliki meri odvisno od geografije, saj sredstva za javno izobraževanje pogosto prihajajo iz davkov na nepremičnine. To pomeni, da lahko premožnejša območja veliko več vlagajo v svoje šole in otroke kot revnejša območja. To ustvarja eno najhujših neenakosti pri financiranju šol in izobraževalnih rezultatih v razvitem svetu. Kar je morda razlog, da so, kot je ugotovil New York Times, učenci v najbogatejših šolskih okrožjih pogosto 4 razrede pred tistimi v najrevnejših okrožjih. To je razkorak, ki ga je kasneje v življenju zelo težko premagati. Zdi se, da so ZDA zadovoljne s tem, da mora vsakdo imeti avto. Predvsem zato, ker jim to omogoča, da njihov vložek v prometno infrastrukturo ostane na skromnem odstotku, na katerem je zdaj. Tudi ob vseh popravilih, ki jih očitno vse v ZDA potrebuje, ZDA vlagajo manj v prometno infrastrukturo kot večina drugih bogatih držav kot delež BDP. Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Japonska so vse pred ZDA. Na vrhu pa je Kitajska. V primerjavi z ameriškim povprečjem 0,5% letnih naložb, Združeno kraljestvo vlaga 0,9%, Japonska 1,1%, Kitajska pa kar 4,8% svojega BDP v prometno infrastrukturo. Lahko samo domnevamo, da bo do leta 2030 polovica kitajskega prebivalstva s takšnimi naložbami potovala z električnimi zračnimi vlaki. Toda razpadajoče ceste niso edina skrb. Zastarelo ameriško elektroenergetsko omrežje je na robu odpovedi in to vpliva na vse. Elektroenergetska omrežja v ZDA so močno preobremenjena. Njihova kakovost pa se zelo razlikuje glede na zvezno državo zaradi politične ureditve ZDA.
To morda pojasnjuje, zakaj v ZDA pride do več izpadov elektrike kot v katerikoli drugi razviti državi. Po podatkih Ministrstva za energijo je 70% prenosnih vodov starejših od 25 let. Kot si lahko predstavljate, so energetske potrebe družbe, ki hitro uvaja umetno inteligenco, veliko večje kot pri tistih, ki so čakali 30 minut, da se je njihov računalnik povezal, da so lahko uporabljali MSN Messenger. To pomeni, da je pomanjkanje posodobitev resen problem. Hudo vreme, kot so nedavni požari v Kaliforniji ali snežni vihar v Teksasu leta 2021, lahko povzroči večdnevne izpade elektrike, zaradi česar prebivalci ostanejo brez elektrike, ogrevanja in komunikacij. Ti izpadi elektrike ameriška podjetja letno stanejo $150 milijard. Poleg motenj in včasih celo neposredne nevarnosti za prebivalce, tudi posebna geografija in ogromna velikost ZDA, zlasti količina pristojnosti, ki je prepuščena posameznim zveznim državam, sta razlog za to osupljivo pomanjkanje vlaganj. Večina držav krije stroške prometne infrastrukture na nacionalni ravni. Vendar pa ZDA večino svojih izdatkov za infrastrukturo prepuščajo zveznim državam in lokalnim občinam. Leta 2020 je manj kot polovica takšnih naložb prišla iz zvezne vlade. Na žalost, veliko manjših lokalnih oblasti nima možnosti vlagati v obsežna prometna omrežja, za katera je večinoma potrebna sodelovanje med občinami in med zveznimi državami. Da ne omenjam, da najrevnejša podeželska in mestna območja, ki bi imela največ koristi od cenovno dostopnega javnega prevoza, svojim lokalnim oblastem ne morejo veliko prispevati z davki. To pomeni, da imajo njihove vlade najmanj možnosti, da bi imele denar za vlaganje v takšno infrastrukturo. To ustvarja neskončen začarani krog, v katerem revna območja ostajajo revna, ker nimajo dovolj denarja, da bi premagala ovire, potrebne za izhod iz revščine. Toda težave ameriških mest segajo še dlje od tega. Razširjenost urbanega širjenja v ZDA, kar pomeni nenadzorovano širitev mestnih območij na okoliško, podeželsko ali nerazvito zemljo, je osupljiva. To povzroča številne težave, o katerih bomo še govorili, a prva je okoljska. In ta se bo le še poslabšala, ko se bodo ameriška mesta hitro širila. Znanstveniki iz ameriške gozdarske službe napovedujejo, da se bodo urbana in razvita zemljišča v ZDA do leta 2060 povečala za med 41 in 77%. To bo povzročilo izgubo od 16 do 34 milijonov akrov gozdov v celinskih 48 zveznih državah ZDA. To so slabe novice za vse v ZDA, ki upajo, da bodo še naprej dihali svež zrak in imeli velik ponor ogljika, ki uravnava podnebje. Urbano razraščanje prav tako povečuje stroške infrastrukture in s tem tudi davke. Veliko ceneje in učinkoviteje je zagotoviti vodo in energijo za strnjeno, pešcem prijazno sosesko, kot pa raztegniti te iste storitve čez razpršena predmestja, kjer so hiše daleč narazen in so potrebni kilometri dodatnih cevi in napeljav. Ta dodatna infrastruktura zahteva od 10 do 40% višje stroške za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje, po podatkih pobude New Climate Economy. Skupaj urbana razpršenost ZDA stane dodatnih $1 bilijon na leto, pri čemer prebivalci razpršenih skupnosti v povprečju nosijo $625 milijard dodatnih stroškov. Medtem pa vsi prebivalci in podjetja po vsej državi na koncu nosijo dodatnih $400 milijard, da subvencionirajo razpršene skupnosti. Kot si lahko predstavljate, dodatni stroški te razpršenosti popolnoma preplavijo lokalne občine. Drugo poročilo Centra za biološko raznovrstnost je ocenilo stroške razpršenosti še višje in ugotovilo, da razvoj razpršenosti v ZDA poveča infrastrukturne stroške na prebivalca za 50%, s čimer javna sredstva preusmerja stran od obstoječih sosesk, škoduje skupnostim in divjim živalim ter ogroža našo skupno prihodnost. Tako je. Del teh dodatnih stroškov se pokrije tako, da manj sredstev namenimo vašim skupnostnim šolam, javnim prostorom in drugim ugodnostim. Kako pa se pokrije preostali del teh višjih stroškov? No, poglejte svoj naslednji račun za davek na nepremičnine. Seveda se šalimo. Nihče si pravzaprav ne more več privoščiti nakupa doma in plačevanja davka na nepremičnine. Urbana razpršenost pa vpliva tudi na duševno zdravje. Čeprav sta tesnoba in depresija v porastu po vsem svetu, so Združene države Amerike prizadete bolj kot večina, še posebej tisti v predmestjih. Raziskave so sprva pokazale, da imajo ljudje, ki živijo v urbanih območjih v ZDA in Zahodnji Evropi, 39% večje tveganje za depresijo. Ko pa so raziskovalci podrobneje pogledali, kje je depresija
najbolj skoncentrirana, so odkrili nekaj presenetljivega. Stopnje v gosto poseljenih urbanih območjih so bile približno enake kot na podeželju, kar povprečno glede na vse. Torej, kje se je povečanje pravzaprav dogajalo? Skoraj vse je bilo v tistem, kar je študija poimenovala območja srednje gostote z nizko pozidavo. Vi pa jih verjetno bolje poznate kot predmestja. Toliko o idiličnih predmestjih, kot jih prikazujejo v oddajah in filmih. Ko govorimo o težavah predmestij, mentaliteta NIMBY, torej ne na mojem dvorišču, obstaja v premožnih soseskah po vsem svetu. Toda posebnosti ameriškega političnega in pravnega sistema omogočajo, da ta mentaliteta blokira razvoj in gradnjo novih domov. To posledično prispeva k širjenju mest in izrivanju prebivalcev z nižjimi dohodki iz večjih mest in zaželenih zemljišč. Te posebnosti vključujejo dejstvo, da je veliko lokalnih prostorskih odlokov napisanih na ravni soseske, združenja lastnikov stanovanj pa imajo presenetljivo veliko moč za urejanje svojih sosesk. Številni lokalni prostorski predpisi prepovedujejo gradnjo dvostanovanjskih, trostanovanjskih in štiristanovanjskih hiš in celo enodružinskih hiš na majhnih parcelah, da bi dosegli enoten videz velikih hiš z velikimi tratami. Vendar je leta 2021 v ZDA primanjkovalo 7,3 milijona cenovno dostopnih domov in najemnih enot. Ne glede na razloge za razširjen pojav nimbiizma, povzroča veliko resničnih težav. Januarja 2024 je bilo v ZDA 771 tisoč ljudi brezdomnih. To predstavlja 18% povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, ki je že samo doživelo 12% povečanje brezdomstva v primerjavi z letom predtem. V povezavi z drugimi dejavniki je ogromen primanjkljaj dostopnih stanovanj povzročil krizo brezdomstva v ZDA, pri čemer se število brezdomnih eksponentno povečuje. Verjetno pa je tudi močno podcenjeno. Večina ljudi brez lastnega doma, ki začasno prebivajo pri družini ali prijateljih, ne išče javnih zavetišč za prenočevanje in se tudi ne prijavi kot brezdomna oseba. Večina Američanov še vedno sanja o samostojni hiši z vrtom kot o idealni obliki bivanja, ki je znak uspeha in doseženih ameriških sanj. 60% Američanov živi v samostojnih hišah, v primerjavi s 35% prebivalcev EU. Poleg tega pa si kar 76% Američanov želi živeti v samostojni hiši. To omejuje ponudbo stanovanj celo na kulturni ravni, saj zaradi tega veliko Američanov načeloma nasprotuje razvoju večstanovanjskih enot in inovativnih oblik bivanja, kar prispeva k pomanjkanju stanovanj. Ne pomaga niti to, da so nekatere storitve, ki jih morajo občine zagotavljati razpršenim skupnostim, kot je oskrba z vodo, že zdaj odvisne od hitro propadajoče infrastrukture. Cevovodi in filtrirni sistemi za vodo so v tako slabem stanju, da nujno potrebujejo vzdrževanje, da se po podatkih EPA vsak dan izgubi 6 milijard galonov prečiščene vode. To je skoraj 10-krat večja količina vode, kot bi je lahko spravili v Keopsovo piramido. Vendar bi ZDA potrebovale med 45 in 60 milijard dolarjev, da bi zamenjale in vzdrževale več kot 3,2 milijona kilometrov cevovodov. Podzemnih vodovodnih cevi, kar pomeni, da morda dobivate vodo iz cevi nameščenih v džezovski dobi in njihova posodobitev se verjetno ne bo zgodila kmalu. Torej, srečno s puščanjem. Nekateri kraji v ZDA res potrebujejo vso vodo, ki jo lahko dobijo, kot na primer Phoenix in Las Vegas, dve mesti, ki ekološko gledano sploh ne bi smeli obstajati, saj puščava nikoli ni bila namenjena temu, da bi podpirala milijone ljudi na majhnem prostoru. In vendar sta to trenutno dve najhitreje rastoči mesti v ZDA, pri čemer je Phoenix postal 5. največje mesto po številu prebivalcev v državi. Težava je v tem, da prebivalci izčrpavajo sladkovodne vire in omejene zaloge podtalnice, za katere znanstveniki opozarjajo, da se na človeški časovni lestvici ne bodo obnovile, ko jih enkrat zmanjka. To je lep način, da povemo, da ko v Phoenixu zmanjka vode, je ne boš več dobil, preden umreš. In mora tudi razlog, zakaj je Phoenix sredi leta 2023 zavrnil gradnjo novih stanovanj na obrobju mestnega območja, saj ni bilo dovolj vode, da bi jih podprli. Ljudje se še naprej množično selijo v Las Vegas in Phoenix, deloma zato, ker imata v primerjavi z obalnimi mesti razmeroma dostopne nepremičnine. Seveda je razlog, da so nepremičnine razmeroma dostopne, ta, da je večina ljudi skozi zgodovino sprejela povsem zdravo in logično odločitev, da niso želeli živeti sredi puščave,
na kraju, kjer poletne temperature pogosto presežejo 38 stopinj Celzija. Nažalost je kriza življenjskih stroškov že zdavnaj preglasila razumne odločitve. In to postaja vse večji problem, saj 5 najhitreje rastočih zveznih držav, Florida, Teksas, Utah, Južna Karolina in Nevada, vključuje 2 območji z največjim tveganjem zaradi podnebnih sprememb, Florido in Južno Karolino. Tudi Teksas ni daleč zadaj, saj je na 7. mestu po tveganju. Kalifornija, Arizona in Nevada so v vojni. Vodni vojni. Vendar ne tisti, kjer se igrivo podijo naokoli in si škropijo z vodnimi pištolami. To je dobesedno boj za to, kdo bo imel dostop do več vodnih virov in s tem možnost podpirati več svojega prebivalstva in kmetijstva v prihodnosti, preden vsega zmanjka. Vse 3 zvezne države dobivajo vodo iz porečja reke Colorado in nobena od teh držav nima prav veliko vode. Imajo pa veliko prebivalcev in ponekod tudi kmetijstvo. Leta 2023 so prostovoljno pristali na 14% zmanjšanje dodeljenega toka reke, da bi se izognili še večjim zmanjšanjem, ki jih je grozil uvesti urad za melioracijo. To so večinoma storili tako, da so kmetom plačali, da so za nekaj let pustili zemljo neobdelano. Tako da so še vedno lahko dobili denar, večina prebivalcev pa zaradi tega ni bila prizadeta pri porabi vode. Toda problem porabe vode na jugozahodu ne izginja. Leta 2022 je vodostaj jezera Mead, ki je del porečja reke Colorado, dosegel rekordno nizko raven. Presenetljivo deževna sezona je začasno rešila situacijo, vendar se vodostaj zaradi pogostejših suš in povečane porabe vode ponovno hitro znižujejo. Pričakuje se, da bodo vodostaji do maja 2027 padli pod prejšnjo rekordno nizko raven, na nekaj več kot 1000 čevljev nadmorske višine. A to ni edino vodno telo v državi, ki se hitro izčrpava. Suše so prizadele velike dele ZDA in vodni viri se ne obnavljajo. Leta 2022 je reka Colorado tekla le s 50% svojega zgodovinskega povprečja, zaradi česar je bila najbolj ogrožena reka v Združenih državah. Tudi reka Rio Grande se je hitro sušila. Skupaj ti 2 reki zagotavljata pitno vodo za 59 milijonov ljudi in podpirata obsežna kmetijska območja po jugozahodu. Ko govorimo o vodnih težavah, je več kot 15 000 jezov v ZDA uvrščenih v kategorijo z visokim potencialom nevarnosti. V vsakdanjem jeziku to pomeni, da bi v primeru njihove odpovedi verjetno prišlo do smrtnih žrtev. To ni tako slabo, če so dobro vzdrževani in ustrezajo predpisom, vendar je slaba novica, da jih je 2300 ocenjenih kot v slabem ali nezadovoljivem stanju, kar je problem. Ne glede na to, ali se zanašate na ta jez za oskrbo z vodo, ali pa preprosto nočete biti v bližini, če bi se porušil, je pomembno, da ostane funkcionalen. Toda vodne vojne kažejo na večji problem znotraj ZDA. Zvezne države imajo pogosto bolj tekmovalen kot sodelovalen odnos. Zaradi velike svobode, ki jo ima vsaka zvezna država pri določanju svoje politike, se države med seboj tekmujejo za privabljanje naložb in podjetij. To ustvarja tekmo proti dnu. Podjetja se bodo še naprej selila v države z nižjimi davki, šibkejšimi delovnimi predpisi in nižjimi plačami, kar ustvarja močne spodbude proti oblikovanju močnih sindikatov, uveljavljanju delavskih zaščit ali obdavčevanju podjetij za izboljšanje infrastrukture in javnih storitev. Scholars Strategy Network je napisala članek o tem, kako konkurenca med državami za privabljanje podjetij pogosto povzroča pritisk na zniževanje plač. Toda to povzroča tudi finančne izgube za samo državo, saj podjetjem ponujajo preveč radodarne spodbujevalne pakete. Ker si ameriška zvezna država najmanj želi ugleda, da ima slabo poslovno okolje. Kot piše v članku, so lokalne skupnosti prisiljene tekmovati in ponujati preveč radodarne spodbude, ne zato, ker bi imele od tega kakšno gospodarsko korist, ampak ker si ne morejo privoščiti, da bi poslale negativen signal o svojem poslovnem okolju. Konkurenca je postala še bolj neusmiljena, saj se gospodarske prihodnosti različnih regij ZDA začenjajo razhajati. Desetletja, vse do približno leta 1980, so revnejša območja ZDA, kot sta jugovzhod in jugozahod, počasi dohitevala bogatejša območja, kot so Nova Anglija, srednji vzhod ZDA in daljni zahod. Nažalost se je ta trend od leta 1980 obrnil. Leta 1980,
Ko je Urad za ekonomsko analizo meril dohodek na prebivalca glede na državno povprečje, so ugotovili, da je imelo območje z najnižjo uspešnostjo, jugovzhod, dohodek na prebivalca, ki je znašal 87% ameriškega povprečja. Območje z najvišjo uspešnostjo, skrajni zahod, je imelo dohodek na prebivalca, ki je znašal približno 112%. Do leta 2017 se je dohodkovna vrzel med regijami drastično povečala. Nova Anglija je poskočila na 125% državnega povprečja dohodka, medtem ko je jugovzhod še vedno zaostajal samo 87%. Ta vse večja razlika nastaja v času, ko se geografska mobilnost zmanjšuje. Po raziskavi Abigail Wozniak in njenih kolegov je to v veliki meri posledica manj prehodov na trgu dela. To pomeni, da vrste delovnih mest, ki so na voljo v bogatejših regijah, pogosto ne ustrezajo veščinam delavcev iz revnejših regij, kar jih popolnoma izključuje iz priložnosti. Kot je zapisano v Bloombergu, postajamo država tistih, ki imajo, in tistih, ki nimajo, kar je odvisno od tega, kje smo se rodili ali kje lahko živimo. Vse bolj postajata naša soseska in naša poštna številka naša ekonomska usoda. Kljub temu zelo neenakomerna porazdelitev prebivalstva v ZDA vodi do tega, da je nacionalna politika močno nagnjena v prid podeželskim zveznim državam, saj ima vsaka zvezna država, ne glede na število prebivalcev, 2 senatorja. To pomeni, da ima Wyoming s 580 tisoč prebivalci enaka 2 senatorja kot Kalifornija z 39 milijoni prebivalcev. Z drugimi besedami, prebivalstvo, manjše od Memphisa v Tennesseeju, ima 2 senatorja, ki ga zastopata v ameriškem senatu. Argument je, da si Wyoming s svojimi povsem drugačnimi interesi kot Kalifornija zasluži enak glas, tudi če ima le 1,67 prebivalstva. To je upravičen argument in ena izmed tistih, ki poganja stalne razprave. Vendar, ker so podeželske zvezne države običajno manj poseljene, to pomeni, da je ravnotežje moči v ZDA pogosto nagnjeno v prid podeželskim interesom, vrednotam in splošnim pogledom na svet, tudi kadar to morda ni v skladu z večino prebivalstva. Po podatkih 538 je prebivalstvo ZDA precej enakomerno razdeljeno. 25% podeželskih, 23% iz manjših mest, 27% iz predmestij in 25% iz mestnih območij. Toda senat tega ravnotežja ne odraža. Njegova sestava je močno nagnjena v prid podeželski Ameriki, saj dejansko predstavlja prebivalstvo, ki je približno 35% podeželsko in le 14% mestno. Politiki še vedno na čuden način zanemarjajo veliko podeželske infrastrukture. Slabo stanje cest in javnega prevoza, o katerem smo prej govorili, je le en primer, saj je na podeželju veliko slabše. V velikih delih juga, srednjega zahoda in zahoda, so revni in starejši pogosto izolirani zaradi velikih razdalj za vožnjo in popolnega pomankanja javnega prevoza. Na primer, najbližji supermarket za povprečnega prebivalca ZDA je bil oddaljen 1,5 km oziroma 0,9 milje. Za povprečnega mestnega prebivalca je bil oddaljen 1,1 km. Za povprečnega podeželskega prebivalca pa 5,1 km. In to še ne pomeni, da bo najbližji supermarket vedno imel najboljšo izbiro, kakovost ali vse, kar potrebujete. Tako je razdalja do tretjega najbližjega supermarketa za podeželske prebivalce 10 km. To niso razdalje, ki bi jih nekdo brez avtomobila lahko zlahka prehodil. V najboljšem primeru je to 10,3 km v obe smeri, ali pa da bi jih lahko dosegel nekdo, ki je prestar za vožnjo. Ker so ZDA tako razpršene, so podeželska območja v ZDA pogosto tudi v veliki slabši poziciji, ko gre za dostop do zdravstvene oskrbe. Septembra 2024 je Uprava za zdravstvene vire in storitve ugotovila, da se je 66,33% območij s pomanjkanjem osnovnih zdravstvenih delavcev v ZDA nahajalo na podeželju. Raziskava Pew Research Centra je pokazala, da 23% prebivalcev podeželja v ZDA meni, da je dostop do dobrih zdravnikov in bolnišnic problem v njihovi skupnosti. Za primerjavo, 18% prebivalcev mest in 9% prebivalcev predmestij meni enako. Del problema je tudi potrebna velika oddaljenost od bolnišnic. Povprečna vožnja do najbližje bolnišnice za mestnega prebivalca traja nekaj več kot 10 minut.
za prebivalca podeželja pa 17 minut. Toda to ne odraža veliko večjega razpona, s katerim se soočajo prebivalci podeželja, saj je ista raziskava pokazala, da ima 25% prebivalcev podeželja več kot 34 minut vožnje do najbližje bolnišnice. Ko ima nekdo nujno medicinsko stanje, kot je srčni napad ali možganska kap, je to lahko razlika med življenjem in smrtjo. Tako se bogatejši in revnejši učenci v šoli ne družijo in vse bolj se bogati in revni ljudje sploh ne srečujejo. Ker je bogastvo pogosto povezano z raso, to pomeni, da je tudi manj stikov med različnimi rasami. Članek avtorjev Miss in Row je ugotovil, da se je od leta 1970 do 2020 skupna gospodarska neenakost v ZDA povečala za 14%. Hkrati se je gospodarska segregacija v soseskah povečala za 38%. Gospodarska segregacija na delovnem mestu. Povečala se je za 57%, gospodarska segregacija. V šolah pa se je povečala za 69%. To je zaskrbljujoč znak za prihodnje odnose med bogatimi in revnimi družinami, ki so bile ločene že od otroštva. Bogati in revni ljudje v ZDA dobesedno živijo, delajo in študirajo na popolnoma različnih krajih. Paraskol je povzročil ogromno povečanje splošne geografske neenakosti po vsej državi. Medianski dohodek gospodinjstev v najbogatejših 20% ameriških okrožij je več kot dvakrat višji od medianskega dohodka gospodinjstev v najrevnejših 20% okrožij. Medtem so stopnje revščine v najrevnejših 20% okrožij tudi trikrat višje kot v najbogatejših 20%. Glede na vse druge doslej omenjene dejavnike in na to, v kolikšni meri lokalno obdavčevanje in financiranje določata lokalne priložnosti, so ljudje v najrevnejših okrožjih v velikem slabšem položaju. Prebivalci z nizkimi dohodki so dobesedno izrinjeni iz urbanih območij, ki imajo največ gospodarskih in izobraževalnih priložnosti ter priložnosti za navezovanje stikov. Med 100 največjimi metropolitanskimi območji v ZDA se je število sosesk, ki so ponujale cenovno dostopna stanovanja za gospodinjstva z medianskim dohodkom med letoma 2013 in 2019 zmanjšalo za 37%. Za gospodinjstva z nizkimi dohodki so se zmanjšale celo za 50%. To pomeni, da je manj kot 10% vseh poštnih številk v 100 največjih metropolitanskih območjih v državi še vedno cenovno dostopnih, pri čemer gre večinoma za območja z najmanj vlaganji in priložnostmi. Prebivalci z nizkimi dohodki še vedno potrebujejo delo znotraj mestnih območij, kar običajno pomeni selitev dlje stran, večjo razpršenost mest, daljše vožnje na delo, več izgubljenega časa in več stroškov za prevoz. Brookings je ugotovil, da se je med letoma 2000 in 2012 število delovnih mest, ki so bila prebivalcem večjih mestnih območij dostopna v okviru njihove običajne razdalje za vožnjo na delo, zmanjšalo za 7%. Vendar pa je bil ta premik veliko bolj izrazit pri prebivalcih z nizkimi dohodki ter pri temnopoltih in hispanskih prebivalcih. Število delovnih mest, ki so bila na voljo revnim ljudem, se je zmanjšalo za 17%, medtem ko se je število delovnih mest, ki so bila na voljo hispanskim prebivalcem, zmanjšalo za 17% in temnopoltim prebivalcem za 14%. Te ogromne neenakosti, ki so posledica geografije države in posledične politične ureditve, ustvarjajo zelo neenake pogoje že od rojstva, veliko bolj kot v številnih drugih državah. Najpogosteje uporabljeno merilo neenakosti je Ginijev koeficient, ki se giblje od 0 do 1. Višja kot je vrednost, bolj neenaka je družba. Povprečni Ginijev koeficient za države OECD znaša 0,316. 20 evropskih držav pa se giblje med 0,22 in 0,32. ZDA pa imajo vrednost 0,42. Večja neenakost je privedla tudi do zmanjšanja socialne mobilnosti, pri čemer so ZDA na 27. mestu med državami OECD. To ustvarja dodatne socioekonomske razlike in pomanjkanje stikov med geografsko in finančno zelo razdeljenimi skupinami v ZDA. Številni znanstveniki, ekonomisti in raziskovalci so ugotovili, da obstaja pozitivna povezava med socialno neenakostjo ter premoženjskim in nasilnim kriminalom. Ne povzroča le gospodarske stiske, temveč tudi ruši družbeno zaupanje in občutek skupnosti. Revija The Economist je analizirala rezultate Gallupove ankete, v kateri je sodelovalo 148.000 ljudi iz 142 držav o kriminalu in varnosti v različnih državah. Ugotovili so pozitivno in močno povezavo med višjo zaznavo in pojavnostjo kriminala
ter stopnjo dohodkovne neenakosti v državi, merjeno z Gini koeficientom. Morda je prav zato med 15 državami z visokimi dohodki ZDA na prvem mestu, tako po stopnji umorov, kot po največjem številu umorov. Zaradi ogromne velikosti Združenih držav Amerike je odziv na nesreče pogosto, prava katastrofa. FEMA, Zvezna agencija za upravljanje v izrednih razmerah, ne more vnaprej razporediti reševalnih vozil, opreme, zalog in reševalnih ekip po vseh 48 zveznih državah, pa tudi na Aljaski, Havajih in v Portoriku. Tako ob nesreči pogosto pride do zamud pri odzivu. Še posebej, če morajo oprema in ekipe prepotovati dolgo razdaljo. To je bilo še posebej očitno, ko je orkan Maria prizadel Portoriko. Razdalja, da ne omenjamo poškodovanih pristanišč in cest, je zelo otežila učinkovit odziv. Ker so zdaj tako velike, se včasih zgodi, da velike nesreče udarijo hkrati, kot se je zgodilo leta 2020 s hurikani v Louisiani in požari v Kaliforniji. Odziv agencije FEMA je bil močno preobremenjen, kar je privedlo do uničujočih posledic. ZDA se zaradi tega soočajo s krizo zavarovanja domov. Zavarovalnice v območjih z visokim tveganjem bodisi zaračunavajo nedosegljivo visoke premije ali pa se iz teh območij popolnoma umikajo, s čimer lastnike domov puščajo na cedilu. Čeprav so številna območja po svetu prizadeta zaradi podnebnih sprememb, imajo zavarovalnice v ZDA več regulativne svobode za zviševanje premij kot v večini drugih držav. Država se je soočila z vrsto odmevnih nesreč, kot so požari na zahodu in škoda zaradi orkanov na jugovzhodu. To je povzročilo, da so stopnje neobnavljanja zavarovanja domov leta 2023 močno narasle in se povečale v 46 zveznih državah. Tudi tam, kjer so ljudje uspeli obdržati zavarovanje svojih domov, so se premije v 3 letih v povprečju zvišale za 24% in sicer za skoraj $2600 letno leta 2021 na povprečno $3300 leta 2024. Ogromna velikost in zelo različne prioritete posameznih delov države so privedle do nasprotujočih si interesov, ko gre za prednostne naloge glede podnebnih sprememb. Območje zaliva želi povečati uporabo nafte in plina, saj je to ena njegovih glavnih industrij. Proizvede tretjino svetovne nafte in 17% svetovnega plina. Države, ki se že soočajo z velikimi podnebnimi tveganji, kot je Kalifornija, si prizadevajo za strožje cilje glede emisij, da bi omejile škodo. Medtem so države v goratem zahodu ujele v spopade glede vodnih pravic, saj je bilo veliko njihovih mest zgrajenih na območjih z nezanesljivo in vse manjšo zalogo vode. To vodi do razdrobljenega, nedoslednega in pogosto nasprotujočega si pristopa k podnebnim spremembam z različnimi standardi emisij, predpisi in spodbudami za zeleno tehnologijo po vsej državi. In posledice so že močno občutne, še posebej v nekaterih največjih mestih v državi. Spletna zavarovalniška platforma Policy Genius je ocenila, katerih 10 ameriških mest je najbolj ogroženih zaradi podnebnih sprememb. Seznam, ki so ga sestavili, je zaskrbljujoč, še posebej zato, ker vključuje 3 od 10 največjih ameriških mest. Od 10 mest, ki so najbolj ogrožena, je Los Angeles na 7. mestu. Jacksonville je na 4. mestu. Houston, 4. najbolj naseljeno mesto v državi, pa je na samem vrhu. Vsako mesto je na seznamu iz različnih razlogov. Los Angeles zaradi gozdnih požarov, dviga morske gladine in kakovosti zraka, Houston zaradi orkanov, kakovosti zraka in dejstva, da je najhitreje pogrezajoče se urbano območje v državi, Jacksonville pa zaradi, vsega. Vse to ne spremeni dejstva, da skoraj 7.300.000 Američanov živi v nekaterih največjih metropolitanskih območjih v državi, ki so najbolj ogrožena, da postanejo popolnoma neprimerna za življenje. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na Metu Medpeku.